To je tisti weird občutek, ko gledaš starši film in potem pride nek pač do te seks scene in pol smo vsi tako malo, se kratko malo v sebe zapreš. Živjo, mi dve sta Lucija in Sara in ti gledaš, a lahko to ostane med nama. Danes je z nama Ana Mačič-Kotnik. Oj. Danes bomo s tabo govorili o prvem seksu. Bil je dan mrtvih. Tam je tista okrogla posla in pač sam sprosti se. Meni bi se zdelo, da moram takoj seksati, drugače bo šel nekdo naravno z mano. Veš? Ko veš, da je pač ta oseba, s katero imaš namen seksati, the one, in ali to sploh lahko veš? No in sem mislim, da je pomembno pač, da si ti sproščen pred to osebo. Pri meni doma v moji posli se joka nek moški. Zato, ker penis ne stoji. Lucija, a lahko to ostane med nama? Ja, Sara, itak da. Vsi tisti, ki ste bili med karanteno na TikToku, ste jo sigurno videli kot učiteljico, ampak ona v resnici ni učiteljica, čeprav ok, smo tle cel uvod pripravljeni, ampak kako si ti tako dobro poosebila to učiteljsko? Pač, a ti si ful opozvala učitelje, ki si bila v osnovni šoli? Ja, to. Ful sem opozvala učitelja, ja, valjda. Pa v bistvu sem se... Zakaj sem jaz sploh začela s tem, je bilo v bistvu to, da mi je pač moj takratni fant rekel, da se oblačim kot učiteljica in potem sem pač rekla, ok, v redu, se bom pač obnašala kot učiteljica in pač... Ampak si mi tako šlo hiperfiksacijo na učitelja, ali si tako vse stvari v lifeu zelo opazuješ in jih znaš imitirati? Ja, mogoče je to drugo. To drugo, ali pa sem pač, da mi je bilo v šoli toliko dolg čas, da sem pač opazovala učitelje. Si jih naštudirala. Ja, pa če ti fant reče, pač kaj takega čudenega, je absolutno najbolj te travme spremeniti v nekaj dobrega. Tako, ja, pravilno. Zdaj si iz tega potem šla na to, da delaš v marketingu, ampak jaz, ko te pogledam, najprej vedno pomislim na Eurovizijo, pa na koncerte, ker za tiste, ki ne veste, to je ena stvar, ki je zelo passionate glede nje in veliko o tem govoriš na Instagramu in jaz, ko gledam tebe, koliko se matraš za to, da dobiš karte za koncert, sem prav vesela, da nimam te obsesije s koncerti, ker mi je to toliko stresno in tako vsaj ena stvar v lifeu, ker ne rabam se sekirati zaradi nje, ker je too much, tako da svaka čast. Ja, pač v bistvu jaz sem to zdaj že tako malo masterala. V bistvu moraš biti sam tako very nonchalant about it. A veš, tako pač moraš reči, lej pač, če bom dobila karte, bom, če jih ne bom, ne bom. In pol jih dobiš. Ja, in pol jih dobiš. In pol jih dobiš in ja. Ja, te to kar gre, men. Jaz ne bi nikoli mogla biti nonšalantna glede teh. Ja, jaz bi bila zelo šalantna in jih ne bi dobila. Ja. Jaz sem se enkrat v lifeu sekirala zaradi kart in jih pa nisem dobila, ne. In pa je trajalo veliko let, da sem končno šla gledati to, ker sem hotela gledati en musical v Anglijo. Ok, kjer? Hamilton. Ok. Ja. In potem, pa sem... ni se išlo. Ni se ti šlo. Ne tep. Ja, ni se mi, ampak pa se mi pa je. Ok. Ampak tega, ker je trajal, ker po nekaj letih ni bil več toliko popularen, da bi bile karte v 3 sekundah razprodane. In sem jih dobila. Tako da treba bilo samo počakati. A nekaj tisti, če vse ne drugače kot koncert. Koncert je res v tvoji bližini, od ene osebe, pač je takrat, ko je. Hamilton je pa tam tako vsak večer bil. Ne? In potem si pač počakal 3-4 leta in potem so vsi ljudje, ki so v Londonu pa okrog živeli, to že videli. In potem sem jaz na vrsto prišla končno. Tako da, sam takrat nisem bila več toliko, pač vse sem bila še zmeraj obsesna, ampak ne več toliko takrat, če bi šla jaz v tisti točki, gledajte, bi se jokla cel koncert, jaz mislim, cel musical, jaz sploh ne bi načvila, kaj se dogaja, ker je bila tako od sreče. Ampak ja, v glavnem. Danes bomo s tabo govorili o prvem seksu. To je ena tema, o kateri dobiva veliko mislim, vprašanje, ljudje nama pišejo, da ne o tem govoriva, pa res v resnici še nikoli niso o vseh teh. Ma sva, veš, te splošne nasvete, kao, radi se mejte, počakajte, bla, 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 ne? Ampak nama pišejo tako, ja, kako naj zdaj tu začnem, kaj sploh se dogaja takrat. In se mi je zdelo meni, da rabimo eno tako odprto punco, ki jo ima občinstvo rado, sploh tako mogoče malo mlajši bojo to gledali, bi rekla. Ja, ti si še mlada, jaz sem napisala, da bomo s tabo govorili o prvem seksu, ker si še mlada, ker si letnik 2003. In, nisem 2003. Kaj? Kje letnik si? 2000. Kje sem pa jaz to informacijo dobila? Si me pomlajšala. Ja, pa si že stara, pa kar pa je ja, ok, dobro, v redu. Ne, sem napisala, kao, da a veš, zate to še sveže, ker si še toliko mlada. Da se še spomniš, a veš prvega. Ne, drugače. Ne, se drugače se spomnim, ja.
Se? Ja, vse. Tako da. No, super, da ker bo. jaz se bolj kot ne spomnim in rabo nekoga, ki bo znal kaj pametnega povedati tudi o spominih. Ampak Ja. dobro. Tako da te neke nasvete, danes bomo šli čim bolj v detajle. V detajle. V detajle prvega seksa. Kakor lahko gremo. Ja, in odgovorili bomo na konkretna vprašanja, ki smo jih mi dobile. Ja. Tako. Za začetek pa, Ana, ali bi raje vsakič, ko seksaš z nekom novim, pozabila vse, kar veš o seksu in vse pretekle izkušnje povezane s seksom, ali bi raje, da vsak partner, s katerim seksaš, nič ne ve o seksu, je popoln devičnik in moraš pač ti to osebo naučiti vsega od začetka. Po mojem ta prvo. Da ti vsakič znova pozabiš vse. Ja. Ja? Ja, po mojem, ja. Se kaj pa sploh vemo tazga, kar ne smemo zdaj Ja. pozabiti. Je tako, veš, pa si pa živčen, pa ne veš točno, kako boš šlo. Ja, to čakaj, imaš- ti pol pozabiš tudi, da si to že delal. Ja, to zate je vse na novo. Ti imaš ti si Vsakič je Kaj ne. da si ti- ali si ja. ti skozi device ali pa skozi device še nekom seksaš, Ja, se pravi vprašanje. tako. In pa imaš vedno tiste občutke, ki si jih imela prvič pred prvim seksom, oziroma cel čas preden si prvič seksala, ker nisi vedela, kaj pričakovati. Ker nisi. In to se pravi, da čisto vsak tvoj seks do konca life bo tak. Bo prvi seks. Ne bo nikoli tizga, da si zdaj že sproščena, ker že veš, kako stvari potekajo. Ali pa pač, da je tvoj partner tiskaj nesproščen. Kaj ti je boljše? Ja, ne, po mojem rajši, da sem jaz nesproščena. Ja? Ja, po mojem rajši to. Ne Mogoče vem. bi pol lažje Ne sprostila, Ja. če bi bil on Ja, sproščen. ja, po mojem ja. Ja? Pa pač, ne vem, sej fant more malo tako pač. Ne vem, sej ti lahko malo pokaže pa vse. Ne, pač, ne vem, jaz bi po mojem rajši to. Kaj pa vidve? Jaz bi bila čisto v stiski, če bi čisto vsakič bila tako v stiski, kot pred prvim. Mi tu ne bi bilo glih najboljš. Tako da jaz sicer zelo ne rada moške učim česar koli, ampak če bi glih mogla zbirati, pa bi si vzela une 15 minut, da bi mu osnove pokazala vsakič, pa da bi jaz bila res tako. Ker veš, pa si predstavljam, da je vsak seks zase kot seks po 40, ki pravijo, da je ful dobro ženskam po 40. Ne? Tako bi bilo vsakič zate pol. Čunga pa že malo naučiš, vse oni se hitro učijo moški. 15 minut pa bo že neki. Tako, jaz bi tako mogoče rajška, ne bi prenesla, da sem tako živčna vsakič. Kap bi me. Ja, jaz tudi To je ne res bi želela nerve-wracking. tega, da bi bila vsakič. Zato sem bila tako presenečena, ker Ja. si se tako suvereno Mogoče zaradi, pač izhajam iz tega, ker jaz nisem bila živčna pred. Aha, evo. A veš, mogoče to. Sploh ne veš, pol, kako je biti pred prvim seksom živčen. Ja, ne vem tega. Ta epizoda je nastala v sodelovanju z Moonlom. Če ti gredo na živce tamponi, pa vložki, ampak bi še vedno rada med menstruacijo se počutila maksimalno udobno in varno, pa moraš probati Moonlom. To je menstrualni disk, ki je narejen iz medicinskega silikona in ga imaš lahko ustavljenega 12 ur, kar pomeni, da z njim lahko delaš čist absolutno vse. Tečeš, plavaš in tudi seksaš. In zaradi tega je tu za naju popolna, trajnostna, varna in učinkovita izbira za menstruacijo. Ko ga enkrat kupiš, imaš mir za par let. Tako da skoči na moon-lum.com in uporabi kodo med nama 10, da dobiš še malo popusta. In kako to, da nisi bila nič živčna pred prvim seksom? Zaradi tega, ker se je v bistvu, pač jaz sem takrat mojega fanta, ki pač sem ga spoznala, smo bila potem v bistvu preden, da smo mi dva prvič seksala skoraj 1 leto skupaj. Koliko si bila stara? 16, ampak potem, ko smo seksala, sem bila že 17. In v bistvu sem se pač jaz imela ful časa, da se v bistvu sprostim. In ko se je potem pač prišlo do tega, sploh pač nisem bila tako živčna. No. Pa si že prej želela, meni se zdi 1 leto ful tako veliko. Ja, Več kot povprečni ljudje, recimo, bi rekla v srednji šoli. Ne? Kako to? Ste si sploh niste želeli, ali ste si želeli, pa ste se namenoma nazaj držali, ali kakšen je bil miselni proces? Mislim, je bila želja, ampak jaz pač pri sebi takrat nisem čutila, da sem pripravljena. Pa pač vedela sem, da hočem to z njim, to sem pač vedela. A si mu to tudi povedala? Ja. Oh. Ja, on je pač vedel, da jaz pač hočem imeti svoj prvi spolni odnos pač z njim. Ampak, kaj je bilo vprašanje? Kako to, da sta 1 leto počakala? Ja. Zdaj si rekla, da si čakala, da si Kakšen bila je bil tako pripravljena? proces? Ja, no pač, v glavnem, vedela sem, da hočem z njim, ampak jaz takrat še nisem bila tako pripravljena, ker me je predvsem pač bilo strah, da bi šlo kaj narobe. Mislim, tako pač ni me bilo tako zdaj ful strah, ampak pač kaj pa če, ne vem, jaz potem zanosim, a ne. In pač
se vem, da obstaja kontracepcija in vse to, ampak pač ne vem, nisem bila še ready in zaradi tega smo pač čakala. In on je bil čisto ok s tem. Ja. Oh, pogledaj. Pa sta kaj druge stvari, kakšne Ja, počela? to smo, ja. Okej. To smo, ampak ja, do pač tistega dela penetracije pa to pač ni. Pa si prišlo ti skoraj eno vsakič leto. znova, ko je taka situacija se zgodila, mogla reči ne? Ne, Aha, on je kar sam nehal. Se pravi, ni pušal, dokler nisi Ne. ti enkrat rekla, tako recimo, aha, zdaj pa bi. ja. In kako je bilo, ko sta pol prvič, a sta se zmenila takrat pa takrat bova? A si Kjer je njega bil? rekla, prodal se? drugač. Malo sva vedela, da se bo to zgodilo, ko bomo šla na morje. Okay. Tako pač, smo se pogovarjala o tem, pač kdaj, kako. In tako, in pač jaz sem hotela, da je posebno. In v bistvu sva šla midva takrat na morje delati, torej neke delavnice z otroki smo imela. In v bistvu smo potem to morje podaljšala in smo si rezervirala še pač nek hotel. In pač vedela smo, da si bomo pač tisti hotel rezervirala in da se bo pač to v tistem hotelu zgodilo. Tako da ja, je bilo tako malo zorganizirano, ampak ne preveč, pač ni bilo tako uno, a veš, ok, zdaj bomo pa res. Pač tako, če bo vibe, bova, če ne, pa pač ne, pa če bom jaz pač ready. No. Jaz moram Tako da- samo nekaj reči, ker imam pa še Ja. vprašanje, ampak mi dve ne bi mogli bolj popolne osebe Ne, res ne. izbrati za to, da nam Res, tukaj res, to pa govori. nismo vedeli tega. Ne, to je bilo tako Ja. čudovito, zaradi tega, ker to je prav tako pošolsko, kako si želim, da vsi, ki to gledate, ki še niste seksali, da imate tako izkušnjo. Mhm. In prosim, nadaljuj. V glavnem pa ste šla v hotel in pa se je to zgodilo, kaj prvo noč, druga noč. Ne, prvo noč. Prvo ja. noč? Ja, prvo noč. Prvo smo šla malo na večerjo, pa na pijačo. In fora je bila v tem, da pač, v bistvu je bil on bolj živčen kot jaz. Pač jaz nisem bila. In pač mi, da smo malo, pač oba vedela, da se bo to zgodilo, ampak mi, da nismo, noben od naju ni kupil kondomov. In smo v bistvu tik, pač preden da so se trgovine zaprle, smo se sam tako pogledala in jaz sem bila sam tako, in smo sam šivala v tja, v nek, ne vem kaj je bil, Mercator, Špar, kamorkoli, tiste kondome kupiti. In pa smo šla pač še tako malo en sprehod, ampak pa smo šla v sobo. Joj. Pa vmes med tem časom, ko greš tako recimo na večerjo, pa veš, da se bo nekaj zgodilo, se o tem pogovarjaš? Ali si sem tako tiho, pa tako malo čakaš, kdaj bo se kaj zgodilo? No, to se čist ne spomnim, smo se kaj o tem Aha. pogovarjala. Zanima ampak- me, če je tako awkward. Ne, ni bilo awkward. Okej. Ne, bilo je Mhm. pač normalna večerja. Sej, Okay. jaz sem bila takrat pač z njim res sproščena, pa dolg časa smo že bila Ja. skupaj. Pa tako, pač, večerja je pač bila kot normalna večerja, sam pač na koncu je bilo tako. Kondomi. O, fakt, ful dobro. Mi imamo vsi v glavi, mislim, jaz do zdaj sem imela vsi v glavi, da je prvi seks vsakmu težek, pa awkward. To sem jaz mislila. Zato imamo take stiske. To vsi mislijo, zato pa sprašujejo tako. Ampak to sploh ni resnica. Zgleda. Mislim, jaz sem vedela, da imajo ne ljudje take lepe izkušnje. Ja, jaz sem in pač- Nisem pa vedela, da bomo imeli perfektno gostjo, ker nam bo točno tako lepo No, povedala. in jaz sem bila pač tudi vesela, ker sta pol napisala, ja, ne, da za pač prvi seks in sem bila tako, ok, ja, o tem pa pač lahko spregovorimo. The best. A ste imeli luči požgane ali ugasnjene? Ugasnjene, po mojem. Mislim, da je bilo tako. The big light je bil ugasnjen, Aha. definitivno. Mogoče te stranske, da so bile prižgane. Okay. Ja. Te je bolelo. Ne, mislim, da mi ni. Ne, ni me bolelo. Super. Zdaj smo dobili vsa navodila, zdaj pa gremo lahko domov. The best. Top. Ja, ker se vsi sekerajo, da jih bo bolelo, ne? Ker Ja, nas je vem. bolelo, ker smo tako krneki. Ok, a sta kdaj potem, ko sta pač bila, preden sta imela penetracijo, a sta Mhm. kdaj kaj s prsti kaj eksperimentirala? Pa se ti zdi, da je to tudi pomagalo? Mislim, kot pač prej, da. Fingering, ja, recimo. Ja. Se to smo pač. Ne vem sicer, kdaj smo, ker mi da smo pač vse ostalo delala prej. a ne. Mhm. Tako da, ja, definitivno je pomagalo, ker je pač že vedel, na kak način me pripraviti. Tako da, ja. Okay. To se pravi, 1 leto moraš počakati. Top. Provat vse stvari Ja. že vmes, da ti rata udobno, da točno že potem on ve, kaj mora narediti. Ja, zato mislim, da... meni tudi ni bilo potem neprijetno biti naga pred njim. Ja. Ja. In to je pač sploh pri meni bilo ful pomembno. Najboljši del vse te zgodbe se meni zdi tu, da sta vidva bila 1 leto skupaj in te po nobenem trenutku ni bilo neprijetno njemu reči ne. Pa veš, koliko punc, jaz, recimo, zagotovo, če bi bila 1 leto z nekom, meni bi se že tu zdaj ne poslušati tega. Meni bi se zdelo, da moram takoj seksati, drugače bo šel nekdo narazen z mano. Veš te fore, ker smo punce Ja. kar nekaj si naredimo v glavi, čeprav noben nič ne reče, zdaj pa je minilo že pol leta in zdaj moram seksati, drugače bo ne vem neki.
ti si pač prav, ti nisi, pa vse drugo prej sta počela, kjer je zaupanje, da ti lahko njemu, ne vem, delaš karkoli, pa nimaš v glavi, da on pričakuje, da bo s tabo seksal na koncu. Dobro, ne? Ja, Meni se zdi to super. In kako, čak, a videla sta bila kaj sošolca, ali kje sta se spoznala? Ne, drugače v šoli, ja, on je bil starejši. Spoznala smo se pa na enem šolskem izletu. Za njega je bilo pa tudi prvič to? Ne, Ne? ne, za njega ni bilo. Pa bi šel vsem bolj živčen od tebe. Ja, No, kako lepo. Pa sta vidva verna? ne. Ok. Ne, sem tako, pač ne vem, me zanima. Se mi zdi dober podatek. Lahko bi tudi bila, ne, pa bi zaradi tega bilo njemu ful bolj prijetno čakati. Kot nekemu moškemu v srednji šoli tu. Veš, kakšne probleme tu delajo iz teh stvari? Ampak sam tako zdaj, ko pomislim, pač on je že seksal prej. In njemu ni bilo problem 1 leto počakati. Tako da Daj nam zdaj številko z tega. to je- da pričamo, pa rečemo, kva? Ampak kako dobro. To je za vsako punco, ki recimo bo imela kakšnega fanta, pa bo rekel, ja, jaz ne morem tako dolgo čakati. Lahko čakaš, če te ima rad, bo počakal. Ja. Če te pa nima rad, pa Res brez je. veze, da seksaš z njemu, ko ne bo čisto nič drugač pol. Vidite, so čisto šokirane. Tle res ima moralo na duši, tako kot je rekel Vodeb, ti si tle zdaj prišla nas razsvetliti z normalnim seksom. Koliko časa sta bila pa potem še skupaj? Kar, 6 let. Oh, wow. Kaj pa je bilo potem? Mislim, ne rabiš odgovoriti, ampak zakaj si pa šla na razen potem? Ja, pač stvari, ne vem, v vsem tem času smo odrasla, veliko se je zgodilo. Tako. Jaz sem se od Ja. 16 pa do... Ne bo? No, ajde, matematika. Ne, 22 sem Ja, bila ja. stara, ja. Ja. Nekaj čisto napačna številka mi je najprej v glavo skočila in potem sem bila tako zihrta. Ti si še zmer pri tej 2003 letenci, ne? Ja. Shit. Ja, ja. V glavnem, ok. Kdaj si se pa prvič ljubčkala tudi z njemu ali s kakšnim prej? Ne, prvič sem se pa ljubčkala že prej. Mislim, da je bilo pa to pri 12 letih. Ne, pa prav spomnim se, tudi svojega prvega ljubčkanja se spomnim, O, zaradi tega, daj. ker je bilo na Valentinovo. Pa snežilo je. Pospremil me je domov iz treninga, jaz sem odbojko trenirala 8 let. In me je pač iz treninga pospremil domov in potem smo se tam v eni ulici ljubčkala. 12 let? Tu je 7. razred. Ja. Wow, Tvoj življenje Hudo. film, mogoče? the best. Ne. Ok. Kako lepo. In kdaj ste se pa videli prvič ljubčkale? Po mojem, pri 16. 17. Ne, manj, kaj z mano? Mislim, da je imela ena kolegica 16. rojstni dan, jaz sem pa takrat še pri 15. Aha, zdaj sem se pa tudi jaz Ja. spomnila, že prej sem se enkrat. Na enem rojstnem dnevu pa nesreč. Ja. Pa Ja. nesreč? Ja, 15, 16. Tako, v vrtcu, pa v vrtcu smo se ljubčkali, ne? Jaz Tam, se do nisem v prvega vrtcu z razreda. nobenim No, ljubčkala. jaz tudi nisem. Nam Jaz so imela. nisem v enkrat- vrtec hodila sploh. A ja. Kaj? Jaz pa ta otrok v vrtcu, ne, mislim, ko smo bili mehni, da je tu spet otrok, zdaj imam več čiste travme, lahko tle sem ven damo, zdaj od tam naprej, jaz otrok ne bom več omenjala, prosim, dej odrež to, zdaj bom padla v stisko. Ok, next, kaj je bilo? V glavnem, Kaj? kdaj si se prvič ljubčkala? V vrtcu, da si se. Nič ne bomo vrtca. Dobro, okay. Konc z otroki. Ja, jaz sem imela drugače tukaj vprašanje, da če bi kaj spremenila, če bi lahko, ampak mislim, da to vprašanje ni potrebno. Ampak za foro, a bi kaj spremenila s to izkušnjo prvega seksa? Ne vem, po mojem res ne vem. Je bilo čisto ok. Mislim, tako je bilo lepo. Jaz tudi ne bi, če bi bila na tvojem mestu. Kakšna je Jo, pa ja, tvoja? kakšne imate pa potem Jaz ne vem, vidve, kakšna ja. imaš, ti pozbila sem. Pa jaz si sploh nekaj velik zapovedati. Pač, tako kot moj prvi ljubček je bil tudi moj prvi seks, ko sem bila pijana. Sicer ta drugi seks je bil še, ko sem ta prvič. Okay. Tako da pač najslabše možno. Čakaj, in, ta prvi si seksala, ko si travo kadila. Ja. Kao ti še petaš. Da se si itak. Sam nisem, da ne bo kaj cenzurirano zaradi Prvič si takrat seksala. Ja. Na slabo, slabo. Je Zato, ker- strašilo. Ne, ker nisem sploh vedela, kaj. Kaj dela? Jaz nisem bila pač tam zraven. Oh, shit. Tako da Ja. jaz sem zvedela, da se je to zgodilo potem. Po pogovoru z njim, po sporočilih, sem jaz ugotovila, pač potem, kar smo se pogovarjali, da sem mi doseksala. Tako da ni glih izkušnja, ki bi se jo spominjala, niti da bi imela spomin na njo za res. Okay. Imam tako en preblisk, samo tam v nekem tem študentskem domu in to je to. Pač, ker je bila žurka tam. Ne? Tako da
ni glih bilo dobro. Takrat sem tudi ugotovila, da ne smem. Ne, to je bilo prvič, da sem pač pila in kadila naenkrat. Potem sem še enkrat to naredila in v drugo sem ugotovila, da jaz tega ne smem delati, ker se meni zbriše spomin. Jaz sem lahko full pila, pa se mi ni zbrisal spomin, pa sem ugotovila, pač, ker takrat je bilo prvič, da sem bila tako res pač blackout. Pokaj se je drugič to naredil, sem bila tako, povezava je trava in alkohol, ne mešaj. Sploh nisem vedela, da ste travo kadila kdaj v življenju. Ja, to je, jaz tudi ne. Ja, zdaj niti ne več. Nikoli ni preveč dobro vplivala name. Da... Si rekla, zdaj jo niti ne več. Ne se jo ne. Aha, ok. Pač, se pravi, jo že po mojem že 10 let nisem. In jo ne pogrešam. Tako da ja, ni kaj veliko zapovedati. Bil je dan mrtvih. To je resnica. In tudi iz zabave za Halloween, ne, potem, ki je 31. je pol dan mrtvih. Okay? In tam, v glavnem, jaz sem se dogovorila, da grem z nekom domov, oziroma ne na kebab, ob 3 ponoči. Na kebab, na dan mrtvih. Itak je vse zaprto, jaz nisem vedela, ne. In sva šla kao na kebab in pol zraven kebaba je slučajno on živel, kebab je bil zaprt. Wow. That's random. Ok, no, pol se jaz itak tam ne spomnim, naslednji dan me je še nekaj na kavo povabil, pa sem jaz rekla, da jaz pa to rajš ne bi. Pol me je odpeljal domov, pol pa je čez 2 leti izdal knjigo, ki je naslov nekaj v smislu, rekla, z rezervo jemljte, Heartbreaker ali nekaj, kao, kako dobiti punce, pa kako jih okrog prsta vrteti. What the fuck? No, to je moj prvi seks. Jaz sem bila stara 17 let. Pa zlagala sem se, da sem 18. Pa on je bil pa, ne vem, 30. Pa on je še neko foro, da je vse neki vabo na ta kebab, pa ni to spozavila povedati. Ja, ne, mislim, v tej knjigi so te finte, kao, kako dobiti punce, ne? Ja. Samo 17-letnico peleš na kebab, pa vlak sebe domov, that's fucking weird. Tako da to. Ampak ne spomnim se pa vmes, spomnim se, da me je bolelo, pa da sem naslednje jutro tako mogla 2 tableta vzeti, pa da ko sem pogledala svoje oblačila, so bila tako na tleh in gor je fucking zlati prinašalc ležal. In vse je bilo od dlak. Pa jaz imam drugače ful rada kuške. Sem ne tako, ko se zjutraj zbudim, da v mojih gatah pa sleži not. Pa si jih moram pa obleči. Ja. No, v glavnem, razlog, da mi dve same nismo glih hoteli delati epizodo o prvem seksu, je, da smo hoteli, da nekdo nekaj lepega pove. Ja. Jo, in da nekdo pride in ima tako popolno zgodbo. Ja, Tako. vse nismo vedeli, da si In je to bilo tako. še Bi boljše. imela še slabšo. Ja, jaz sem mislila, da verjetno možnosti, da bomo tle 3, pa bomo imeli vse bedno zgodbo, so kar nizke. Okay. Ampak ti si pa še to spravila malo višji. Tako da, ful dober. Daj mi še to povej. Ja. Preden si potem prvič, da sta seksala, ti si rekla, da sta se o tem tudi pogovarjala. Na kakšen način, kako sta se pogovarjala in pa kje si se sploh naučila, kar si do takrat vedela o seksu? Pač, a si brala kakšne knjige, a si se doma o tem pogovarjala? Mislim, mi dva smo itak, ko smo začela pač tako pač pride, ne, se začneš pač malo ljubčkati, pa potem pač, ne vem, smo raziskovala. Tako da, ne vem, sorry, spet sem pozabila, kaj si me vprašala. Kako so ti pogovori med vama potekali, recimo? Ja, ma ne vem, vse je bilo tako spontano, nismo se, ne vem, ne spomnim se toliko, da bi se ful o tem pač pogovarjala, ampak pač med tem, ko se je kaj dogajalo, pač smo tako, ne vem. A misliš, da... Ne vem. Misliš, da kadar je namenjeno ali pa kadar sta oba dva dosti zrela, ti pogovori stečejo? Brez da bi se rabo tako truditi, da bi bilo akord. Ja, ne? Kadar sta dva za skupaj in pač kadar ima tu paše in ustreza, verjetno ta pogovor steče. Ali ne? Ali je akord? Pa čisto odvisno, jaz mislim, da ne moramo potem soditi, ali sta dva toksivsona, da se takrat lahko o tem pogovarjala, ker če je nekdo vzgojen na tak način, da je spolnost en velik tabu, nima veze s kom si ti, te bo to zelo težko načeti in boš mogel kar dosti delati na tem, da se boš lahko o tem sproščeno pogovarjal. Ma to tako iz sebe izhajam, ker jaz sem rabila veliko časa, da sem bila toliko sproščena, da sem lahko govorila potem o spolnosti z nekom kar tako. Jaz sem se mogla to dobesedno naučiti. Pa to, da sem veliko sama brala, veliko raziskovala, da sem dobila pač ta orodje. Tako da ne vem, kako je bilo pri tebi doma. Pri tebi ste se kaj o seksu pogovarjali? Ne, to ne, to definitivno nismo. Pač to je tisti weird občutek, ko gledaš starši film in potem pride pač do te seks scene in pol smo vsi tako malo kratko malo sebe zapreš. Tako da nismo se nekaj veliko o tem pogovarjali. Vem, da pač moja mami mi je takrat, ko
sem pač jaz njega predstavila doma. Je tudi pač hotla imeti z mano nek tak pogovor, ampak večinoma pač okoli kontracepcije. In pač sej Ana, sej veš, da se je pač treba zaščititi, pa to, kar sem pač jaz vedela, ne, ker je bil pač to tudi eden izmed razlogov, zakaj pač nisem bila tako dolgo ready. Ja, nismo pa tako, da bi pač karkoli o tem se toliko bolj pogovarjali. Pač v šoli, kar imaš tisto, ampak ne vem, smo vsi brali samo za punce ali pa kaj že to, ne? To nekaj takega sem pa mojem tudi jaz brala, ampak nisem pa... Pa kakšni romani, ko smo bili tudi v osnovni šoli, se spomnim, da so imeli kdaj take easy sex scene, pa se mi zdi, da je bil tudi nek intro tako v spolnost. Ja, jaz sem to napolno brala, sam se mi zdi, da ni glih najboljši. Ne, mogoče ne najboljši, ampak tako saj veš, da se ti sanja, ker če ne bi brali tega, kje bi izvedeli, recimo, kako seks poteka? Ja, no, ja. Kje sploh? Drugač, te knjige, ki si rekla, te samo za punce pa to, ker recimo jaz tega nisem glih brala, ker si nisem upala tega v knjižnici sposoditi, da ne bi pač to videl. Recimo, jaz sem v to domačo knjižnico v domačem kraju, sem šla z mamino kartico. Ona bi videla, da sem si jaz to sposodila. Grozno mi je bilo, da bi ona to vedela. V šolski knjižnici si pa tudi nisem upala, ker mi je bilo nerodno. Tako da jaz teh knjig nisem brala, ker sem bila, ne vem, v osnovni šoli, pa sem si jih želela. Vem, da sem enkrat tako čist na skrivaj v knjižnici, ko sem bila z mami in je ona fuloh brskala, sem jaz najdela eno knjigo o seksu in sem jaz tam gledala, da me, če sem slišala, da kdo prihaja, sem sam pospravila nazaj. Tako da, kje si ti pač dobila to knjigo, da si jo lahko brala? Jaz mislim, da sem jo prav dobila za rojstni dan, pa ne vem zdaj od koga, ampak mislim, da mi je bila tako podarjena. To je tako da to. Drugač pa sem se spomnila, da sem tudi ful veliko brala ta cool smrklja revije in te so včasih imele te, sploh ne vem, recimo, zdaj sem se spomnila tudi ta vprašanja, ne vem, kaj je bila v Pilu, recimo je bila teta Justi, kaj je odgovarjala in pole pač kdaj je bilo kako vprašanje povezano s seksom ali pa pač z čemarkoli in pač si to prebral. Tako da to sem jaz ful veliko brala, pa te smrklje pa to sem si ful kupovala. Tako da mogoče je tudi pač to, ne. To se pravi, revije so nas pa knjige. Ja, pa še tu so bile neke čudne stvari tam not napisane, kam moramo delati, da bomo nekomu všeč. To me je kar traumatiziralo drugače. Ja? Ja, tako neke revije ali pa te neke prve stvari, ki sem jih slišala ali pa videla, ko sem bila mehna. Mislim, mehna, ko sem bila pač mlajša. Ko sem šla po revijo, pa je pisalo, da moram 5 stvari, ki jih narediš, da boš fantu bolj všeč. Meni se te stvari tako zasidrajo v glavo, da kar še, ko sem odrasla, kdaj ne morem nehati o njih razmišljati. Ali pa oni kvizi, a si mu res všeč. Ja, tako. Ja. Groza. Ja. Jaz se najbolj spomnim, pač, da so v teh revijah ful propagirali kontracepcijo, hormonsko kontracepcijo, v smislu, pravijo, da hormonska kontracepcija ni v redu zate, da slabo vpliva na te, da slabo vpliva na rodnost, bla, bla, bla. In pa so vedno pisali, to ni res, to je mit. Jaz sem prvič sploh slišala, da je to mit v tej reviji, in pa sem tudi slišala v tej reviji, da to ni mit, a veš. In pa sem pa jaz tako, pač to ni naš tazga. Če bi jaz postala spolno aktivna, ker bi bila mlajša, jaz bi bila 100% na kontracepciji, zato ker mene so tiste revije prepričale, da je to nekaj najbolj normalnega in najbolj v redu. In šele pol, ko sem bila starejša, ko sem prišla do drugih virov, jaz ne vem, kaj je bila ta propaganda takrat, pač tisto obdobje, ko smo mi odraščali. Ja, otroke, ki zanima tako seks, da bojo seksali v osnovni šoli v 6. razredu, ne glede na vse, je absolutno bulš, da se jim pač da kontracepcijske tabletke za nekaj časa, za tako eno kratko obdobje, ker kondomov niso sposobni razmisliti pa jih uporabiti. Ja, ampak si tudi to moraš biti sposoben jih redno jemati, ne? Ja, pač v bistvu pa kondomi te še pred spolno prenosljivimi ščitijo, ne? Pa, mislim, ne vem, no, meni bi se zdelo bolj, da bi učili, kako res pravilno uporabljati kondome, kakor govoriti, da so kontracepcijske tako super, kakor so. Pač sej ne rečem, enim so čisto v redu, pa jim ne povzročijo nobenih stranskih učinkov, ampak dajmo povedati pač obe opcije, pa da se potem na podlagi tega odločiš. Ne vem, zdaj smo zašli. Hotela sem te še nekaj vprašati. Ja, ne vem, ušlo mi je. V glavnem, starši se nisi veliko o tem pogovarjali, kaj pa s prijateljicami? S prijateljicami smo, ampak je bilo pa tudi tako, da sem bila jaz v tisti friend grupi v bistvu prva. Ne, lažem. Ena druga je bila prva, tako da mogoče smo njo malo tako spraševali, tako da je bila ona naš vir informacij, kako, kaj. A se kaj spomniš kakšnih stvari, ki jih je povedala? Joj, ne vem, če se
glih spomnim, ampak tako, pač nas je bolj zanimalo. Ok, in kako to zdaj, in pač kaj, a moč kaj ti delati, pač kaj zdaj, kako to sploh poteka, pač kdaj ti sploh veš, pač a to, pač tudi, a ne, koliko je pa velik, pa a to boli, ali da pač ta klasična vprašanja. Ja, pol pa sem bila za njo kar jaz. Tako da, ja. Pa ti že lahko na svet. Ja, pa sem bila jaz. To sem te hotela vprašati. Ti si rekla, da si počakala, dokler nisi vedela, da si pripravljena, pa da te je skrbelo predvsem to, da bi nosečnost, ne? Ja. Kaj potem po tistem enem letu, kaj se je spremenil, da si rekla, ok, zdaj sem pa ready, zdaj me pa to več ne skrbi toliko. Kaj je bila tista stvar, ki ti je naredila, ne vem, klik, ali si šla na kontracepcijo, ali kaj je bilo tisto, kar si bila tako, ok, zdaj pa lahko? Ne vem, sem pač čutila, da zdaj si pa želim. Pač Kakšen je ta občutek? Po mojem se je samo tako nabiralo vsa ta pač energija, da sem bila tako, ok, pač to je to, veš, da hočeš pač z njim to, pač sam sprosti se, pa bomo videli, kako bo. Ok, se narabiš nekaj sprašovati, včasih so kakšne vprašanja. Kako pa naj vem, kdaj hočem? Mislim, kako pa naj vem, kdaj je pravi čas? Pač veš, kako hočeš, da se ne moreš upreti? No, ne vem, če... Nisem tako mislila, da se ne moreš upreti, ampak pač, ja, se mi zdi, da je pol... Ne vem, jaz sem samo tako začutila, pač, ok, ja, zdaj hočem, ful, pač cel setting je bilo tudi vse tako pač sproščeno, vedela sem, da pač ne more iti tako nič narobe, ne more ti nekdo odreti na to sobo, ne more, ne vem, pač se karkoli drugega zgoditi, pač tam je tista, še spomnim se, okrogla posla je bila, tam je tista okrogla posla in pač tam sprosti se. Se pravi, je setting tudi ful pomemben, ne? Da ni tu nekje na hiter, ko glih starši prihajajo iz službe domov, pa imaš 15 minut časa, preden ti vstopijo v sobo, recimo, ne? Pa je pol sta čisto zakrčena, pa boli, itak da boli, ne? Sam je pa redko, kjeri najstniki imajo dejansko priložnost sploh seksati, brez da bi jih mogli skrbeti, ne? Ja, vse to. Pač da ste imeli res srečo, da ste... Kaj pa potem? Pač po tem hotelu. Kako pa so potem vajni seksi potekali? No, in po tem hotelu... Ne vem, če je to dobro. Ne, Sma se na poti domov ustavila še v Ljubljani in rezervirala še hostel. Prav hostel? Ja, pač, če smo bila brez denarja. Samo ena soba. Mislim, kad si sama v sobi. Ja, sama v sobi. Sama smo bila v sobi in smo pač ostala potem še v tistem hostlu. Tako da ja, pa ne vem, kako je potekalo. Pa smo prišla nazaj domov in potem smo mogla vse spet skrivati doma pri meni. Si mami povedala? Ne. A je kaj te kdaj vprašala? Je bila kdaj tako? Ne vem, če se spomnim. Mislim, da me ni tako vprašala. Kaj, ona še zmer misli, da nisi nikoli seksala? Ne, to vedela sem. Ok, dobro. Zdaj sem mi pa že povedala. Kaj smo eno kolegico, ki je rekla, da je prvič seksala, ki je prišla domov, da je mami sam pogledala in je vedela. Seksala sta. Ne, se mogoče je pač moja, mogoče ja, zdaj bo, sploh ne vem, če sem jaz kdaj povedala to zgodbo, tako da če bo zdaj to poslušala, bo pač prvič slišala to zgodbo. Ampak ja, po mojem je vedela, pač da če smo bila skupna mora. Ampak lahko tudi, da je ona že mislila, da smo že prej. Po mojem je mislila, da smo že prej, ja. Zdaj, če to slišala, bo bila tako, če je čakala to. Dobro smo jo zgodila. Bravo. Joj. Ok. Jaz sem si zdaj tle pripravila te vprašanja, na katere moramo zdaj nujno odgovoriti. Pa še za vsako sem našla neko zgodbo, da ne bo tako suho parno. Ampak to o tem, kdaj je pravi čas, pa kdaj si ready, mislim, da nimamo kaj še za dodati. Tako da gremo na tole. Izgubila sem nedolžnost z nekom, za katerega sem bila prepričana, da je the one. Po 2 mesecih sva se razšla. Vseeno mi ni žal, ker sem se ob njem počutila varno in sva se vsem pogovorila. Vprašanje je, kako veš, da je pač ta oseba, s katero imaš namen seksati, the one, in ali to sploh lahko veš? In je to sploh pomembno, da je the one? Že do konca življenja s to osebo? Ne, mislim, očitno pri meni pač ni bil the one, če smo šla na razen. Ampak po mojem ni to pač toliko pomembno. In sem mislim, da je pomembno pač, da si ti sproščen pred to osebo,
pa da pač si tega želiš, pa da tega ne delaš, valjda, zaradi tega, ker te je strah, da te bo pač ta oseba zapustila, če tega ne boš to osebo naredil. Tako da to se mi zdijo kar ključne točke. To, da pač greš 2 meseca kasneje s to osebo narazen, pa ne vem, pač žal mi je, no, da se je tako išlo, ampak če je ona, ta pač punca rekla, da ji ni žal, da sta šla narazen, mislim, da sta to naredila, pač mislim, da je to, ja. Se lahko ena oseba samo za un trenutek da van, pač za tisto obdobje, se ne rabi zavedno. To si lepo povedala. Ja. Pač, če se v tistem trenutku počutiš, da je ta Lahko pa oseba... pač počakaš do poroke, pa se najprej poročiš, pa še lepo seksaš, pa je dovolj, ne, avtomatsko že. Tudi lahko. Kot gre. Ampak jaz recimo sem tako zdaj ful mišljenja, da pač zelo velik pritisk si dajemo, da mora biti pa zdaj ena oseba the one in zdaj, če gremo pa z nekom narazen, je pa ves ta čas bil zgubljen s to osebo in da smo pa zapravili, ne vem, 3 leta našega življenja, zato da smo bili z njim in on ni sploh pravi za nas, ker smo šli narazen. Ampak v resnici pa, če pogledaš tako overall, a si se imel lepo v tej zvezi veliko časa, a si se kaj novega naučil, a si šel na kakšno super potovanje skupaj, a si mogoče doživel najlepši prvi seks. Koliko je enih stvari, ki ti jih je ta oseba dala, koliko je enih lekcij, zakaj merimo samo po tem, a smo še zmeraj s to osebo ali ne. Tako da jaz mislim, da je lahko pač v tistem trenutku, če čutiš, da je to, go for it. Brez veze, da zdaj živiš v nekem strahu, a šla zdaj čez 2 meseca narazen ali ne. Če bosta pa pač šla pa še boljš, ali ni boljš, da greš po 2 mesecih narazen, ker vidiš, da nisi za skup, ker da si potem še 3 leta skup, zato ker zdaj sta pa ne vem seksala, pa zdaj pa ne moreš iti narazen, pa trpiš. Tako da, imaš ti že kaj za dodati? Vzdržala sem svojega mnenja tle, ko se gre o Jezusu. Pa mislim, da sploh boš da preskočimo. Ne, povej zdaj. Kaj je že bila tvoja nit? Da ne rab... Ne, mislim, da nič od tega ni dovolj pomembno, da nadaljujemo. Next question. Ker ga smo zapletle. Ok. Moj prvi seks je bil s tipom, ki mi je bil samo všeč, ampak nisem bila zaljubljena van. Ni bilo slabo, ampak sem kasneje imela prvi seks... Ampak sem kasneje imela... Pa je naslednji seks bil z nekom, ki je bila zaljubljena v njega in je bila razlika ogromna. Ok, njen prvi seks je bil z nekom, ki ni bila zaljubljena, naslednji seks je bil z nekom, ki je bila zaljubljena in je bila razlika ogromna. Tako da, a je boljše, da to narediš, da počakaš na nekoga, ki si res zaljubljen, a je pač vseeno, če si pač horni pa seksaš. Mislim, ne bom obsojala, če nekdo to naredi, ne? Pač, da je pač horni in pač seksa. Ampak ja, ena moja prijateljica je imela zelo podobno izkušnjo, da je pač prvi seks bil tako z nekom, pa je imela pač res z tistim, pač, ker ga je bila zaljubljena, pa sta še zdaj skupino. Tako da, ne vem, ni zdaj tukaj, ne vem, prav pa narobe. Pač lahko sem sklepate mogoče odgovor po tem, kot tle nam je zdaj žal, kakšen prvi seks smo imeli, ne? Meni je žal. Jaz bi rajš pač počakala na nekoga. Če zdaj še enkrat lahko, pa da bi vedela vse, kar zdaj vem. Ej, a veš kaj, jaz pa... Če sploh ne spomnim, ti se tudi ne spomniš. Ampak tako iskreno, ne bi rekla, pač, če bi lahko spremenila bi, ampak tako ni pa zdaj, da mi je ful žal. Ne, itak da ne. Pač tako res, pa vem, da se je smešno slišati, ker to res ni izkušnja, ki bi jo nekomu privošla, ali pa bi rekla, lej, kar seksi z nekom, pač nima veze, če se spomniš ali ne. Ampak vem pa, jaz sem bila stara takrat, jih je ne 18, in jaz vem, da sem takrat že res hotela seksati. Pač meni je bilo tako, a se lahko to že enkrat zgodi. Po eni strani sem bila jaz tako, končno je pač to zrihtano in zdaj grem lahko naprej in zdaj to ni pač ena una stvar, ker sem tako lahko do konca lifea. Pač... No, tako veliko ljudi razmišlja, ne? Ja, in pač, lej, meni se zdi najlepš, da ti si z nekom, ki se imaš rad, da si v neki zvezi, da si toliko sproščen z nekom, da imaš toliko lepo izkušnjo. Najboljš. Če bi imela lahko tako izkušnjo, bi jo itak izbrala takoj. Ampak tako, jebi ga, pač se je zgodil. Ja, prav, pač ampak ne bi pa nobenemu priporočala tega. Tako, pač meni mi je whatever. Ampak zaradi tega, ker že tudi toliko časa minilo tega, ker takrat mi pa ni bilo. Evo, takrat pa recimo, ko se je to zgodil, mi je bilo pa stresno, ker sem kar tako, WTF, a sem imela sploh kondom, a ga nisem imela, a več nisem imela teh stvari. Tako da, zdaj, ko je čas pretekel, sem sprejela, da je to tako, je. Ampak ja, o moj bog, najlepš, da si tako z nekom, ki ga imaš rad in tudi zdaj, pač jaz pol, ko sem videla, kako je, pa sem imela tudi izkušnje pač s fanti, ki nismo bili zaljubljeni in pa, ko sem bila prvič zaljubljena, pa sem seksala.
čist nekaj drugega. Ja. Ne bi šla več nazaj, pač ne bi šla na nek brezvezen seks, sam za voljo seksa, ker mi je toliko lepš, da si z nekom, ki pač ti je mar za vse. Kako težko še enkrat uživaš v kiviju, če prvega, ko probaš, je full gnil, ne? Pa nisi vedel, da je, pa ga daš v Pa ne usta. govoriš v kiviju, ne? Ne govorim o kiviju, ampak ga daš v, pač razumeš, ga daš v usta gnil kivi, zdaj za skus ti bo malo čudno, ne? Vedno te skrbi, bo Tako to da, tak gnil. Ja, mogoče bi bilo ful tako nekako bolj beneficial za našo psiho in telo, če bi se prepričali, da ta kivi mogoče ni čist gnil. Ne? Ja, to je smisel. Tako da jaz bi rajš, meni se zdi, da je ful pomembno, kakšne imamo prve izkušnje nečesa, veš. Ko če grem jaz smučat, pa se prvič razfukam, tam po unmu hribu navzdol, polomam noge, nikoli še ne bom šla smučat. Oziroma mi bo težko, ne, malo težje, kot bi mi rabilo Ja. biti. Imam krenak preukus, ko boš spet Tako da jaz mislim, da je bilo zaštartala. tebi mogoče lažje drugi seksat, kot pa nam. Ja, jaz Ker bi si rekla, bila da. mogoče bolj sproščena. Kako ti je bilo, ko si potem imela naslednjega fanta, pa si mogla z njemu zdaj prvič seksati? Ja, nima ja, težav s ja, seksi. mislim, da je bilo kar, da pač ni bilo nekih težav. Ja. Ampak sem pa pač imela, mislim, jaz sem imela ful bolj probleme s svojo samozavestjo, pač v kontekstu, kako izgledam, tako da sem v bistvu pač mogla se malo na to navaditi, pač to so bili moji, pač, a bo zdaj on videl, da imam jaz pač tam malo špeha, pa tako, ne, te stvari. Ampak sam seks z drugim fantom, tako, kot občutek, pa pač nisem imela s tem tako težav. Bolj s tem, pač, kaj bo on zdaj na meni gledal, pa kaj mu ne bo všeč. Pa tako. Ok, aha, tu si pa razmišljala o tem. Ja, o tem pa sem. Ok. Te lahko nekaj vprašam? Ja. Pač zdaj, ko si glih pri tej samopodobi. Jaz se spomnim, da si imela ti eno cisto, ful veliko v trebuhu, ne? Ki izgleda, kot da si noseča praktično. A takrat te je to uviralo kaj pri tem? Recimo, ne vem, da si iskala fanta ali pa a si imela takrat partnerja? Kako Ja, je to takrat sem bila še skupaj pač z tem fantom, s katerim sem pač to prvič tudi. Aha. Tako da, ja, pač sem imela ful težave takrat s svojo samopodobo, ker sem pač skozi hotla skrivati ta del, ker sem pač mislila jaz takrat, da se redim. Torej pač, da pač sem taka je moja anatomija in pač, da se jaz redim. In v bistvu se je to tako počasi raslo, da jaz nisem sploh dojela, da bi lahko bilo kaj drugega, ampak sem pač sam mislila, da mi mogoče malo kakšna hrana ne paše, ali pa pač, da sam ful nezdravo jem. In ja, je v bistvu to pač sem, ne vem, se oblačila tako, da sem malo zakrila, ampak on je itak vedel, kako jaz izgledam. Pa smo pač tudi imela pogovore, pač jaz vem, da sem ga takrat spraševala, pač, a se tebi zdi to pač normalno? In pač tudi on je takrat rekel, da ne ve čisto točno, da pač, da ne, vse polka je v bistvu že bilo čist proti koncu, je pač to se že videlo, da nekaj ni ok, ampak jaz pol takrat tudi vem, da sem odlašala s tem, da sem šla do zdravnika, zaradi tega, ker sem imela maturo. In pač sem, ja, to pa ni bila dobra stvar, ki sem jo naredila, pač prej bi mogla iti že. Sam jaz te razumem, pač ko je matura, pač Pa če si že 3 leta imela to cisto, boš pa še en teden. Ali ni bilo tako? No, v bistvu je bilo tako še par mesecev, ampak ja, pač, ne vem, jaz tudi sem mislila, da bom pač tja prišla in bodo rekli pač, da moram nekaj manj jesti, pač ne vem, ne manj jesti v pač kontekstu količinsko, ampak ne vem, neke hrane, ne vem, glutena ali pa nekaj. Nisem pač pričakovala, da bo se nekaj takega zgodilo, no. Tako da to, ja. Čak, to so ti pol prav ven izrezali, kako to Ne, deluje? oni so šli takrat, pač oni takrat niso vedeli tudi ne, tako jaz nisem vedela, kam imam not, tudi oni niso vedeli, kam imam jaz not. Vedeli so pač, da je neka cista, ampak niso zdaj vedeli, a je ginekološko, glede na moje boleče menstruacije, ki sem jih imela, so tako malo sklepali, pa ker sem bila pač mlada, da pač bi znalo biti ginekološko. In sem naredila takrat vse preglede, od CT-ja do ultrazvokov, različni ginekološki pregledi, urološki pregled, vse. Ampak pač niso vedeli, kaj je krivo, da mi pač nekaj tam raste, niti iz kje izvira. To je bil pač največji problem. Ne? In so bili tako, ja, nič, gremo mi prvo laparoskopsko not, to je v bistvu z tako kamero. Ti naredijo tako 3 pikice in pa pač ti grejo s kamero not. In bomo pogledali, pač, kaj se dogaja, in če vidimo, da je pač to tako, da pač lahko samo
prepiknemo in ven izčrpamo to tekočino, bomo pač to naredili, če ne pač te bomo celo rezali. In jaz tako, ok, tako da pol pač, kaj pa sem imela drugega pač narediti, ne? Mislim, in sem pol šla na to operacijo in na srečo je bilo pač so lahko laparoskopsko rešili, ker so ugotovili, da je pač se drži mojega jajcevoda, da je bila pač neka prirojena napaka očitno in se je pač vsako menstruacijo pa ovulacijo to tam nabiralo in so pač to v bistvu, prepiknali k nek balon in črpali takrat 6 litrov tekočine, pa potegnili pol tisto ovojnico ven, tako da, ampak tiste ovojnice niso mogli po tistem delčku tam malem potegniti in so v bistvu mogli tako še eno zarezico minčkano tukaj narediti, ampak to se mi je vse zdaj že tako lepo, pardon, jaz kar konstantno rukam ta mikrofon, da se mi je to pač zdaj že tako lepo zacelo, da ni več sploh opazno. Okay. Tako da, No, še dober. Ja, to... Ja, scary story, ne vem, no. Res scary story. Scary intermezzo. Ok, naprej, seks. Naprej seks. Ko smo sploh odgovorili na zadnje vprašanje, ne vem, kaj je bilo. Smo. No, dobro. Moj fant je hotel seksati, jaz pa še nisem bila pripravljena. Vseeno sem privolila, ker sem se bala, da ga bom izgubila. Na koncu sva šla vseeno narazen in žal mi je, da nisem počakala. Exactly. Kaj narediti, če bi partner rad seksal, ti pa še nisi ready? Ja, zdaj mene gledate, ker sem točno to naredila, ne? Ja, ne vem. Rečeš ne. Ne. Ne še. Mislim, vse se mi zdi kar pomembno pač, da to tudi pač njemu poveš in po mojem, če pač to ne upošteva, pol si imela pravi občutek pač, da še nisi bila ready, oziroma pač ali si ženska, ali si moški, ki za oba to velja. Če te pa fundamentalno doma niso naučili reči ne? Ja, to pa... Pol pa se z nekom pogovori, da ti pove, da moraš reči ne? Ker jaz tudi pomislila nisem, da bi rekla ne, čeprav sem hotela reči ne? Čeprav pri meni je bilo res to ključno, da je bilo mene več res toliko strah, da bi jaz pač takrat pol zanosila, čeprav pač vedela sem veliko o kontracepciji pa kondomi pa to, ampak pač mene je po mojem bilo res tist, da pač ne bom zdaj, ker če bom pa jaz zdaj slučajno zanosila, pač jaz sem stara 17 let, ni šans. Tako da ne vem. Mladih, zdaj sem mislim, glih 2 mi tako panična moška, fantka, v bistvu, dečka iz srednje pišeta, da njo je tako strah seksati svojo punco, ne, ampak da one hočejo, ampak njih je strah, da ji bo sta otroka naredila. In tako panično, razumeš, kondomov, ne vem, koliko je že naročil njega vseh teh kondomov, strah, tako prav, pač travma, panična travma, ne. In jaz sta zdaj probala, ampak njega je še 3 dni po tem strah. On meni piše v taki stiski, da če lahko jaz njemu zdaj hitro povem, če bo ona zanosila, ali da sploh ne ve, kaj naj ti rečem. Pač ne bo, to so po moji res taki panični strahovi lahko, da ti preprečijo sploh seks, tudi če ga hočeš. Ja, siguran. Ampak nisem si pa predstavljala, da ima več ljudi tako strah pred zanositvijo. In jaz nisem nikoli pomislila na to v življenju. Da bi mi bilo strah tega, nisem pomislila. Nisi imela kakih pregnancy scarov? Pa jaz to tako hitro pozabim. Ja, vsak mesec, ampak jaz pa nekaj mine, tu veš, jaz pozabim. Jaz sem tako malo, whatever. Moving on, mestra je prišla. Ja. Koga je strah, mene ne več. Ja. Drugače je to kar pogost strah. Ampak glej, tu jih je nekdo prestrašil, vam je nekdo rekel. Ja, ne vem, mogoče. Pa ne, ampak se veš, koliko je to, pač sploh pa kaj, pri 16-17 letih, kaj boš kar zdaj starš? Ponovadi je treba otrokom, ki nimajo razvitega tega korteksa, ubiti v glavo racionalne stvari. In to je zelo ena taka racionalna stvar za razumeti, ne? Drugače se otroku zdi v 7. razredu punčki, ja bom pa imela otroka, pa ga bom z vozičkom tle okoli vozila, se bo šlo, ne? Tako redko komu, da se zdi tako, da ga pa zdaj tako resno skrbi nekega mladega človeka, ne? Mi smo bili vsi tako, seksamo brez kondoma, pa kar bo. Ne? Mislim, to je grozno. In vsakič je bilo slabo. In vsakič smo imeli pregnancy scare. Pa smo se mogli še testirati za spolne bolezni. Pač ne vem, zakaj bi to kdo počel. Ja. Zdaj se več kondomov se mi zdi uporabljala, kot včasih. Je to mogoče? Statistika kaže, da ne. Res? Statistika kaže, da je porast spolno prenosljivih bolezni, da ljudje premalo uporabljajo kondome. Tako da. Da je šlo še na slabš. Yep. Mogoče pa se mi spametovali, jaz sem se pol enkrat spametovala. Ne vem,
10 let nazaj, pa sem začela skozi kondome uporabljati, ker se ti po mojem nekaj razvija v glavi. Kaj pa ti si pa že prej, recimo? Mislim, jaz sem kondome uporabljala. Ja. Okay. Pa sem takrat prvič, ko nisem imela sankanja. Ja, okay. Ampak, drugače pa ja, jaz sem za kondome kar bila ahtli. Jaz sem še sabo prinesla, sem lahko skin kondomi, edini kondomi, ki jih uporabljam. Z zadnjim fantom. Tle vam to uporabi ali pa nič. Z zadnjim fantom sem začela s kondomom seksati. In še tu sem zato, ker ni hotel on brez. In pol je mogel on meni naučiti, zakaj treba kondom uporabljati. In tako se jaz sem vse racionalno vedela, ja, dobiš bolezen, pa noseč si. Jaz dole nisem, pa tudi ne morem si tu predstavljati, kakšne so tu bolezni, niti kako je imeti otroka. Se pravi, tu mi nič ne pomeni, ne? Če mi nekdo to reče. In pol sem mogla z njim prav gledati nekaj, mislim, on mi je mogel res tako razložiti, pa cara, to je resna stvar. To je tako. Kako lepo, da si vzel čas, pa ti je to razložil, Ja, ker drugače to ne bi fukal, ne? Jaz sem mogla najprej razložiti. Jaz sem tudi bila dosti pridna, kar se kondomov tiče, sploh na začetku. Pa se mi zdi, da malo, ko se tudi malo sprostiš, pa pol si tako, je pa dobro, sej, če ni glih ovulacija, da ima malo na to. Ja, no, evo, pol, ko si v neki zvezi tako z nekom redno, Je pa drugačne. tudi jaz sem tako, lej, ni treba vsakiš. Jaz, ko sem se naučila te stvari, kdaj si ploden, pa kdaj nisi ploden, sem kar tako, what do you mean? Kaj? Kaj ne morem zanositi? Mislim, Ni vsak- statistično verjetno je, da bom, pač da ne bom v Ja. enem obdobju, o moj bog. To je bil zame Ja, game razen če changer. imate PCOS, ne? Pol pa Ja. to ne velja nič za vas, tako kot ne zame. In seksati brez kondoma, ker lahko zanosijo kadarkoli. Ja, sej še Če vseeno. nimaš tako redne menstruacije, Ne, ker ja, to, kar je mi absolutno. nimamo, ne moramo sploh vedeti. Ti Jaz imam lažje, redno, po pa me moje. še vseeno strah. Okay. Tako iskreno. Ja. Ampak ja. Okay. No, Naprej. Vsi so mi rekli, da bo bolelo. Mene ni, ker sva šla počasi, bila sem sproščena in sva uporabila lubrikant. Tako da, prvi seks, ali boli, zakaj boli in kaj lahko narediš, da ne boli. Ti si že kar veliko povedala o tem, kaj si naredila, mislim, da ni bolelo. Se mi zdi fantastično. Imaš še kaj za dodati tukaj morda? Da ful dobro za lubrikant, pač da ga je uporablja. Jaz mislim, vedela sem, da je to pač a thing, ampak sem ga pa potem kdaj kasneje uporabljala. Lubrikant, tako da to ja definitivno pomaga. In tako so pa pač tudi eni kondomi že tako nalubricirani, da ne rabiš pol še dodatno. Tako da ne, to je super. Ja, mi smo pač setting, jaz sem bila ready, sproščena sem bila. To je bilo to. Drugač, to bi jaz rada tle še povedala, ta mit glede deviške kožice, ki mora nujno biti raztrgana v prvem spolnem odnosu. Ta deviška kožica, si jo velikokrat predstavljamo, da to je zdaj čez polovico nožnice in drugače ne bo šlo nič noter, kot da se bo to raztrgalo, a ne? Ampak v resnici imamo pa pač ženske, se rodimo z zelo različnimi oblikami deviške kožice in zelo majhen procent ima deviško kožico, ki prekriva velik del vhoda v nožnico. Vse ostale imamo pa pač v bistvu, to je koža, ki ni tako česka ena membrana. Mi jo imamo tudi zdaj, ne? Una kožica, ki je na dnu, pri presredku, pač ni tudi ta koža ista. Lahko je del tega, ja. V bistvu je kot en skranči skoraj, pač je raztegljiva. To tkivo, oziroma pač to je malo raztegljivo. In ko ti nisi vzburjena, ko tam ni lubrikacije, se tisti veliko hitrejš lahko poškoduje, pretrga. In zato se v prvem spolnem odnosu, ker veliko žensk ni dosti vzburjenih, pa predvsem, ker ni dosti navlaženo vse skupaj, zato ker pride do te frikcije, ker je vse suho, potem pride do krvavitve. Politik enkrat, ker je to ne, vse raztrgano, pač ostane raztrgano, ampak če pa pač si greš lepo na počas, pa ni sploh nujno, da bo prišlo do te krvavitve, ni nujno, da je boleče. Pač prvi spolni odnos sploh ni nujno, da je boleč, če si res vzameš čas. Ampak če si suha, je vsak spolni odnos boleč. Glih to, Dajte glih to. dvigant roke od dune, kjer boli, če ti ga da kar tako not. Pač vsako boli. itak, ja. Sploh nima veze s prvim seksom, ne? Pač jaz to mislim, da sem že enkrat govorila, ampak bom še enkrat le povedala, ker pač jaz sem to ugotovila šele leta kasneje, ko se mi je zgodil. In sicer pač sem z enim fantom sva seksala in on ga je dal ful prehiter noter. Pa jaz sem že čutila, pač, da me boli, da je pač bilo na suho, ampak pač sem na tih, sem na tako pač, zdaj smo tle, ne. In jaz pa, ko sem šla na WC in sem se obrisala
je bilo pač kri na WC Mhm. papirju. In jaz sem bila ziher, da sem dobila menstro. Pač tako je bilo, jaz sem bila prepričana, da sem jaz zdaj dobila menstruacijo. Pa jaz sem že seksala, pač tako z njemu sem že seksala. Pač to ni bilo tako zdaj prvič, ne. In jaz sem bila tako, čist čuden mi je, ker menstruacijo sem dobila, sem si dala vložek. In pol naslednji dan ni bilo več te menstruacije. In jaz takrat nisem niti pomislila, da je bilo to zaradi tega, ker je pač šlo prehmal to noter. Jaz sem šele pol leta kasneje, ker sem se o tem začela, pač, ker sem o tem brala in to, sem bila tako, shit. Pač to sploh ni bila nobena menstruacija, to je bilo pač zaradi tega, ker je dal preveč mal noter. Tako da, to se je zgodilo potem, jaz nisem bila nedolžna že dolg časa, Ampak kako Pa se dolgo je si pa vseeno. potem pač to krvavela? zaradi tega, ker je tukaj na suho dal noter, Ne, torej ne, pa koža. kako dolgo? To je bilo to, pač jaz, ko sem se obrisala, sem bila potem še malo na vložku krvi, Okej. dala sem si sam dnevno, ker nisem imela nič drugega in pol sem mislila, da bo naslednji dan ful, pa ni bilo pa več, pač pol je nehal, pa se je ustavil. Tako, pač ne, to je bilo tako zvečer, čez noč se je potem na vložku se je pol tisto ustavil. Ni bilo zdaj, da bi zdaj na polno krvavela, ampak pač je bilo pa še vseeno tako, pač kako se ti menstruacija začne. Sam bolj rdeča kri, pa imate bolj rjava na začetku, ampak, a veš, in Ja, nekaj, jaz sem imela tudi enkrat tako izkušnjo, ampak sem pač mislila sam, da je pač neki narobe, pač da ne vem, je neka umestna krvavitev. Maternični vratovi krvavijo velikrat zaradi hormonov, ker se tako hormonsko stanje spremeni, ker je tukaj tudi nosečnica, ker je tukaj te mehanskega, začne maternični vrat kdaj krvaveti. In isto pri ženskah navadnih, ki niso noseče v enih delih cikla. Tako da Ja, no, pač, hotela sem reči, da mogoče te tudi ni poškodoval. ampak noben. meni se nikoli prej, pa nikoli kasneje to ni zgodilo, da bi pač imela kakšne krvavitve. Pa Ja, jaz sem meni čutila, tudi da ne, je ja. pač bolel. Tako da to, jaz sem prepričana, da je bilo to s tem Aha. povezano. Ampak ja, dober point tudi to. ja. No, v glavnem, ker meni je pa potem to 1-2 dni trajalo. Ampak ja, pač lada je bilo to, lada je bilo zaradi pač spolnega odnosa, ampak ja, Okay. sem se našla v tvoji zgodbi. Ja, pač mislim, jaz polk sem to razmišljala, sem tako kot bed. Ampak ja, in tako kot se ti to lahko zgodi, kasneje se ti to lahko pri prvem, pa sploh pri prvem, sploh če seksaš z nekom, ki nima nekih izkušenj, ti nimaš Ja. nobenih izkušenj. Pa živčen si pa vse. Ja, in je veliko hitrejš lahko. Ker če pa ti, si dosti pripravljen, pa je dosti nalubricirano, se bo pa ta kožica samo malo raztegnila, prilagodila pač penisu in se ne rabi nič raztrgati, samo pač lepo malo raztegne, prilagodi to. In si potem pač lahko seksaš normalno in še naslednjič in ne rabi nobene krvite prijeti. A ne, imaš pa res tako, ne vem, tako manjka procent. Je pa, da prekriva skoraj celo nožnico, do te mere, da včasih še menstrualna kri ne more normalno ven, takrat moraš pač na operacijo. Pa lahko punce tako same doma preverijo, recimo, če jih bo bolelo. Veš, je tu torej, če dam jaz lahko doma 2 prsta recimo noter, to Si pomeni, kar da me good. pol med seksom ne bo bolelo. Ali nima Ja, to ja, veze? mislim, da lahko kar tako preveriš. Ker če si ne moreš niti Okej. enega prsta recimo noter dati, Ali to pol pol je- pomeni, da če boš med seksom sproščena, pa boš lahko dala penis not? kaj, če ne Je, ker moreš si dati rekla, enega? če ne moreš dati prsta not enega, ker si Ne, sam, pol je problem. pol je problem. Ja, če si niti enega prsta ne moreš dati noter, Ja? pol je nek problem. A ne, lahko je pa tudi, a ne pa imaš tudi ženske, ki imajo pa kakšen vaginizem ali Ja. pa kaj. Ja, Ni nujno samo z tem povezan. Da jim ne bomo zdaj prestrašili, če ne morejo dati prsta not. Ne, da se bo jaz šlo drugače, vse lih zmeniti. to, jaz ful nočem prestrašiti, ampak Ja. je pa pač treba tudi te stvari povedati. a ne. Ker recimo, jaz se pa spomnim v teh revijah, v Smrkli je bilo vsake par mesecev, je bilo kako izgleda tvoja deviška kožica. Ja, ja. In pa je bil cel spektr teh, in pa si Ja. kar mislil, da ima tako vsaka druga, ima pač celo nožnico prekrito. Pa, Ja. ni tako, pa sploh ni tako. a ne. Ja. Pa tam se vem, da si imel poslovne pa lukne. Pa Pa so te bile, ne. besede raztrgala, omg, kot da imamo neko veliko ploskev, ki se bo zdaj, ko bom penis prodrl na pol šla, veš, tako Ja, scary. ful je scary. Ja, Tako da- ampak to pač je včasih bilo, a ne mislim, da če ženska ni krvavela Ja. ob prvem spolnem odnosu, je to pač pol pomenilo, da ni bila devica. Tako. In pol včasih je bila devica, pa ni krvavela. Mhm. In konc life. Konc Pa zdaj. včasih ni bila devica, pa je krvavela, pa so jo kar hvalili. Ja, res grozen. Ja. Tako da ta celi pogovori, pa cele ideje okrog te ženske deviškosti, pa kako to zgleda, ful negativno vpliva pač na nas, ne? Mislim. Ja. Okay. Kaj pa ta vprašanja, ki so tako, kako naj vem, če še imam deviško kožico, velikrat nam govorijo tu, ne, kao, da se pretrgajo ne pri spolnem odnosu, ampak med jahanjem, med treningom, pa tako. Ne, že Čeprav prej. to naj bi bil mit. Ja? Ne vem, Ne vem, to sem se jaz zdaj sem, spomnila. jaz sem to že velikrat videla. Ja. Zdaj Ja, pa jaz skozi tudi. bolj govorijo, da je to mit, da se ti ne bo zdaj kar med jahanjem deviška kožica pretrgala. A ne, ker Ja, veš kaj, po moje tu samo prej se ta ti beseda je raztegne. napač, sej tu prej beseda je napačna. prej je ja. zaradi tega, ker ja, da imaš, ko da. Okay. Okay. Fair. Okay.
Wow, tako se mi zdi tak big deal ta zdaj, pa še smo govorili zdaj 10 minut o tej deviški kožici, ko da je tako žensko telo zminimizirano tako na eno tole mečkano kožico, tle, ki je tako pomembna. A ne? Grozno. Ok. Nisem se nič pogovarjala o seksu, samo zgodilo se je. Med seksom nisem vedela, kaj naj rečem, tudi one. Bilo je full awkward. Tako da, komunikacija. Ojoj, jaz ful Pa govorim ne med moreš seksom. to Čist preveč. Ko jaz samo imam konkretne debate med seksom. Zara tudi. Ja, vem, ja. Sej, a smo se mi za to enkrat pogovarjali, ali si ti enkrat to nekje povedala, ne vem. Ampak pač jaz... Ja. Ti si full zgovorna, drugače. Tako, ti si Sploh tak, med seksom. Je pa. Ja, sploh. Ja, ampak jaz tudi včasih govorim zato, ker mi je awkward. Tu sem pa ugotovila, ne? Pa te ljudje, ki rečejo tako, kaj je že bilo na koncu dizajn stavk še enkrat? Je nač bilo je full awkward. Kaj ne rečem, tudi med seksom nisem Ja, vedela, ne, kaj ti naj si rečem, pa tudi rekla, one. ja, komunikacija. What the fuck? Kva? Ne, ampak to Se mi pravi, tam mi je Nisem awkward tudi in zdaj komunikacija imam v pred glavi seksom. tako besedo komunikacija, začni govoriti, ne razumem. Ne, to je bolj mišljeno, tudi pač, pa ja, da drugače tudi vmes, recimo, ne vem, nekaj ti je ful dober, da pač rečeš to, to mi je ful dober, še to deli, ali pa ti Ja, je ne nekaj more. grozen. Ja, sej, ampak Ne more reči. Ja. Ne more. Ana Ja, bi za- lahko, Ana bi povedala še zraven, še kaj, Ja, še vse ja, druge stvari, ki ampak bi Ja, lahko ne, jaz imam drug pogovor lahko s vmes. seksom povezala. Ja. Te sprašuje, ne more povedati. Kaj? Ne je samo awkward. Moj nasvet je ne seksa, če ti je awkward, ne? Še vsakič je bilo slabo, če je bilo meni awkward. Še sploh, če je bilo čisto od začetka že tako awkward, da sploh nismo nič govorili, da je tako seks prišel iz tišine, v tišinski seks, v tišinski poseks. What the fuck? Tu se ne bi Ja, to smelo je pa zgoditi, kar ne? To je grozno. boljš, sem... Ja, no, to se je ne. meni tudi enkrat zgodilo. Ne, vrega. Crazy. Tebi se ni. Ne, ne vem, če. Ne spomnim se. Pri tebi tudi, če bi bil unta drug čistih, se bi ti to govorila, da sploh opazila, ne bi. Jo, to tudi jaz Pač jaz se kdaj. prav spomnim, da enkrat smo se z enim prav pogovarjala, verjetno tudi med seksom. Koliko mi dva govorimo med seksom, pač čist preveč. Ampak Čist ne preveč. povej tako eno random stvar, ki si se... Ma sploh, tudi, ko smo se hotela spomniti, o čem smo se pogovarjali, pa se ne vem, o čem smo se pogovarjali, sem pač ni bilo Kar povezano s nekaj. seksom. Bila je čist tretja tema. Tako Čist kot je tretja. kar neki, ne? Tako. Kar Ker nekaj. se glih spomniš Ja, takrat. ja. To je tako prav, res nisi pol uro prst, ali ne vem, ali si. Ne, si. Koliko si lahko Si prst stvari? prst- Ja, stvari, vidiš, to mene to je res isto, zabava. to je isto, ko pospravljaš, pa zraven poslušaš podcast, a ne? Bolj boljš pospravljaš. In to je moja teorija, ne vem, kako sta Oh. vidve. Tako da pač, če seksaš, pa zraven govoriš, bolj boljš Jaz ziher seksaš. bolj seksan, če govorim zraven. Ker Ja, se lahko mogoče ga bolj pol- skoncentriram nekako, ker boje premikam in usta in usta. Veš, kaj mislim? Tako nekako se Nisi poveže v glavi, nisi tle noter. Pa, ja. Ja. Oh. Sam res, mogoče, ja. Sem so čudne misli, te, ki vam prihajajo. Veš, ni nekaj normalnega tukaj, ker kao, wow, tu mi paše, ampak je tako, ne vem, ne bom zdaj rekla, ker neki pač tako, v trgovini sem videla danes Ja, to, eno limono, točno ki to. je imela tako krem podaljšek, ki je izgledal kot krompir. Mogoče moram jaz začeti med seksom govoriti random misli, ki jih imam, ker jaz jih imam in jih ohranim v glavi in pol me Ne, to mogoče ven moraš pa vrže samo- iz tega. In mogoče moram začeti ta glas. Ti se povej, ti moški tako ne poslušajo, veš, oni ti tako ne vejo, kaj govoriš, ti se začne govoriti. Moram provati, sam ne vem, meni je bilo tako prav uvir, da bi zdaj kar začela govoriti. Pač, ko jaz imam včasih res tako najbolj random misli, sem tako lucija, da je nekaj, da se skoncentrira, zdaj pač tle neki drugega. Daj Ampak poskusi, ko ne bi bilo kul, poskusi. meni je tako drugače, kar sproščujoče, mislim, osvobajajoče je, če lahko tako nekje, ki so nam skozi govorili, da pri seksu moraš biti pri stvari. Ja, ne, sem ne rabiš pa tukaj biti pri stvari, da če nisi pri stvari, ti je čudno, ne. Lahko se tudi pogovarjaš malo o trgovini vmes, če češ. Ne bi bilo to tako osvobajajoče. Moje, če bi jaz zdaj kar naenkrat začela neke random stvari govoriti, bi bil jaz sam tako OTF. Ja, Ja, kdo sploh si nikoli ti? seksa zvala, tukaj ti razmišljaš o tem. Ja. Oj. Ja, drugače, glej, imam zdaj nov pogled na to. Okay. Ja. Bom videla še, kaj bom Zdaj naredila imaš glede tudi tega. dve, ki zelo radi govorita med seksom. Okay. Poskusila sva večkrat, ampak ni šlo, ker me je bolelo. Na koncu sva samo obupala. Šele kasneje sem ugotovila, da nisem bila dovolj vzburjena in da sva prehitevala. Kaj narediš, če ne gre? Kaj, če ga hoče dati not, pa boli? To sem glih en video snemala včeraj o tem. Pač meni se zdi, da to ni ena stvar, ki tako rečeš, ja, potrud se, pa počak, pa naslednjič bo šlo boljš. Pač en razlog je, zakaj je tvoje telo zaprto, pa zakaj te vsakeč konstantno, ko greš v tu boli. Ni tako, dej danes, pa dej, pa naj ga onda res močno not, pa se bo pa naslednjič boljš. Pač what the fuck? Tako retraumatiziraš svoje telo in pa je vsakeč še slabši in dobiš un vaginizem, ki ga sploh ne moreš, mislim, groza.
In meni se zdi, da če ne gre, bi bilo mogoče fajn tako nehati probavati seksati, pa kaj drugega probavati najprej. Mogoče pač najti razlog, a ne, zakaj ne gre, mislim. A ne, Pa če lahko da pač, ne vem, ni sproščena, lahko da je pač penis prevelik, kar je tudi pač se Ful enih zgodi, stvari je zgodi, ja. mogoče, ja. Lahko da pač ja, da mogoče pač ona misli, da je ready, pa pač v bistvu še njeno telo, a ne telo Ve, ne. lahko reče ne, a ne. Ja, telo včasih bolj ve, Ja. da smo redi, kakor mi v Mhm, glavi. mhm. Pač po mojem si dajemo ful pritiska glede tega, zdaj pa nisem ready, nekaj sem ugotovila, nekaj me boli, zdaj moram pa to čim prej rešiti, zato da bom jaz čim prej lahko seksala. Ne? In po mojem tu pol še slabš naredi. Se mi zdi, da bi lahko malo, ko opazimo, da naše telo ni, pač nam dal si malo časa, dal to ugotoviti brez pritiska, je pa ful lažje to meni zdaj reči, ko sem stara bila 18 narediti, ne? Ali pa teb, ki si Ja, komaj itak. čakala, pa da bi ti nekdo rekel, ja, ne gre, ne, tvoje telo ni pripravljeno, ti počakaj, te boli. Bi počakala ali bi probala tako neki? Po mojem to tako boli, da niti na silo ne moreš. Odvisno, jaz ne vem, kako bi takrat razmišljala. Ker jaz ne vem, kako zdaj razmišljam. Zdaj sem veliko bolj zrela in Ja. pametna. Tako da, ne vem, 15 let nazaj pa. Je ta epizoda dokaz, da smo mi odrasli? Tako zelo odraslo razmišljamo danes, se mi zdi. Ja, Okay. smo odrasli. Smo, se sem 2000-letnik. Okay. Slišala sem, da ko prvič seksaš, skoraj ni možnosti, da zanosiš. Oba sva nedolžna, tako da strahu za spolno prenosljive bolezni ni. Ali rabiva kondom? Ja, rabi ta kondom. Za vse te stvari. Ja, Tudi lahko ima vse. spolno prenosljivo bolezen. Teoretično. Ja, no. teoretično lahko. Ja. Glavno, To ni resnica. Da ne morete zanositi. Ja, lahko ja, zanosiš. valjda. Ja, lahko zanosiš. tako. Lahko zanosiš, prvič lahko zanosiš, tako kot drugič, pa tretjič. Spolno prenosljive bolezni, ja, je zelo mehna verjetnost, ampak kaj so že možnosti? Okay, eno je, da je imel tvoj starš, sam mislim, da je bil noseč s tabo. Mogoče bi vedel, ali pa tudi ne, saj veš. Še kako to. je Pa Je kakšen hepatitis imaš, ne, ono, ki se prenaša tudi drugačko prek seksa, ne? Ali pa tudi, ne, recimo, če imaš herpes na ustih, ne smeš oralnega seksa izvajati, Ja. ker se še vseeno lahko Ko je prenese. aktiven. Ja, Ja. Ja, tako, tako, kot ti. ja. Tako. Tako da, sem čeprav za herpes pa itak ne moreš nič narediti. Če imaš ti herpes, se prenaša tudi, če imaš kondom, Ja. če je aktiven. Ja. Če je izbruh, tako da. Čeprav jaz sem se že ful lupčkala takrat, ko sem imela herpes, pa ga nikoli ni noben dobil od mene, tako da. Ja, ti sem veš, ne. Pol čez 2 tedna doma so tam zaprti bili, da jih se ti niso pokazali. Ne, drugač, jaz se z Janom, kdaj ljubčkam, ko imam herpes, Ja. pa ga ne dobi. Pa ima Ne. herpes, on vse, pač ga Jaz ga v ima. live ne. Ja. še nisem imela. Jaz sem Ja, samo jaz imam teorijo, pa to zikar ni prava teorija, ampak pač, da če pač ti enkrat imaš herpes, ga imaš pač forever in če ga nikoli nimaš, ga pač nimaš forever. Tako pač to je moja teorija, ker jaz sem se isto pa z mojim bivšim fantom, 6 let smo bila. Ne vem, pač da ga dobiš, jaz ne vem, dobiš ga ja od rojstva prirojeno. Lahko tudi mogoče. Ja, jaz Drugače- mislim, da je ja. Ja, ali pa pač jaz vedno rečem, da so me pač sam moji okoli mene imeli toliko fejst radi, ker sem bila mehna in so me toliko lupčkali in sem jih pač zaradi tega dobila, ker sem bila mehna. Drugač od tega tudi ful lahko dobiš. Ja. Ja, Sama ti imaš že od mislim, tako, Ja. ko si bila že mehna. ja. Kaj sem ga dobila po moji osnovni šoli prvič? Mm. Ko moja mama pa mislim, da je rekla, da ona je pa dobila prvi herpes šele potem, ko je rodila enkrat. Tako da, Ja, se je tudi z imunskim sistemom. Se ful pravi, tudi povezano. njej si ga prinesla. ne Šele mislim, ko da te ga je je rodila. ona A ja. zelo pred mano. Ja, jaz sem ga prinesla. Okay. Res, imela sem pa potem tudi eno sošolko, Mhm. ki ni imela nikoli herpesa. Pa sem imela jaz zdaj herpes, pa sem pila iz moje flaše, pa je bila ona tako, da je mi zapit, pa sem lahko imela herpes in tako vse vse ga nam dobila. In ga nikoli ni dobila. Ja. Mogoče se je pa samo odločila, da ga ne bo saj to, dobila. pač, Res, Ne, ker briljantno. pač, jaz sem Ja. imela tudi izkušnjo, ne, da jaz sem pač tega mojega bivšega fanta pač skozi sem ga lupčkala, ker sem imela herpes. Pač on ga nikoli ni dobil od mene. No, evo, enega res ne more dobiti. Ja, po moje. tako da. Lucky bastards. Ok, v glavnem, lahko zanosiš, uporablji kondom. Ja. Še ta. Bil sem star 18 let in oba sva prvič seksala. Bil sem ful živčen in ko je prišlo do tega, da ga dam noter, se mi enostavno ni dvignil. Poskušala sva večkrat, ampak ni šlo. Počutil sem se grozno, kot da sem jo razočaral. Ona je bila sicer razumevajoča, ampak jaz sem rabil kar nekaj časa, da sem prebolel ta fail. Kasneje sem ugotovil, da je bilo samo zaradi živcev. Tako da, kaj narediti, če penis se ne dvigne ali pa ne ostane trd? Aha, mene gledata. Ne, jaz te gledam, kao če boš prva kaj povedala, ker si ti gostja, pa ti moramo dati prve besede.
da sem ful vesela, da si odprla še ta moški vidik, ker se mi zdi, da smo se zdaj pač sam bolj tako pač ženske dotikale v tem pogovoru, ampak da se mi zdi, da se to lahko pač zgodi ne samo prvič, ampak tudi kasneje, da pač ne vem, je lahko nekdo živčen ali pa karkoli in da pač to, ne vem, ni nič takega pač ista fora, ne vem, pač če je punca v redu, pa ta prava pač bo to razumela in bo ta malo upočasnila, pa poskusila še enkrat, pa tako in pač, če ne gre, pač ne gre in pač odnehata za takrat in kdaj kasneje, ne vem, tako jaz na to gledam. Ja. Sara, ti si hodila še nekaj reči? Se sploh nisem še nikoli pomislila, tako, če pač nekomu, če ni šlo, pač delaš druge stvari. Ne vem, tako, če je bil moški glede tega samozavesten ali pa glede majhnih penisov, isto mi je tu. Tako pač samo naj tebi ne bo bedno, pa meni absolutno ne bo bedno, zato ker najmanj pomembna stvar pri seksu je meni tvoj kurac. Najmanj. Tako, res, whatever, ne? In tu ne mislim na slab način, mislim super je, ampak ni pa tako važno, da če ga slučajno nikdaj je pa tudi čisto v redu, ne? Ni to res. Sem, če pa začne moški tam tako začeti delati paniko, ko se tu zgodi, pol pa jaz zagotovo ne bom nosila cele situacije, pa tako, ker je ne zmorem, bom pač jaz isto padla v paniko in bo izgledalo, kot da sem jaz zaradi tega penisa v paniki, ampak jaz sem v paniki, zato ker ne vem, kako zdaj tega človeka tle pomiriti in mu povedati, da ta penis je res najbolj... Ne, nima veze, ne, danes. Drugače, pa nepomemben je. Pač drugače, mislim, meni se pa zdi ful dober, da če recimo je partner v stiski, da ti potem probaš ohraniti mirno kri. Pač vse se strinjam, ful je dobro, če lahko moški regulira to. Ja. Ampak sploh, če si to nek mlad moški, pa se mu je to zdaj prvi Kaj pa zgodilo. naj rečem? Saj to, rečeš, nič hudega. Ja, to Vse Pač- tu že rečeš, itak. Samo Ja. že s tem, da rečeš nič hudega, preden on nekaj reče, mu daš vedeti, da si ti pred njim pomislil na to, da bi lahko bilo nekaj hudega. Je nekaj hudega, vidiš, se ima ta oba oči, se oba vidita, da pač Pa se ne saj dvigne. čutiš, a ne, Ja, verjetno in pač... rečeš, ni panike, pač dej, A ja. pač Ok, lahko zdaj nehava, lahko se malo lupčkava, tudi če ne bova seksala danes, nič hudega bova pa naslednjič. Pač tako, da ti kot partner, ker meni bi bilo ful dobro, če bi bila recimo jaz v stiski, jaz zdaj tle malo tudi sebe izhajam, če sem jaz v stiski glede na česa, pa da mi partner zagotovi, da je vse v redu, pa da se ne nasekiram, pa da on to reče, še preden jaz rabam, pa zdaj reči, da sem v stiski, da on to vidi, meni to ful veliko pomeni. In tudi tako od moških, ki sem brala kdaj debate na to temo, so velikokrat rekli, da jim ful veliko pomeni, da ženska jim da vedeti, da je vse ok, ker njim je bedno. Oni vidijo, da je ta situacija, oni vidijo, da ti vidiš in potem ne vejo točno, kako reagirati, ker so oni bolj v stiski, kot ti. Ti nisi toliko v stiski, zaradi tega, ker pač ni tvoj penis zdaj. Tako, ker si rekla, boli te, pač briga te, a zdaj bo ta penis le delal ali ne bo, pač nič hudega, če ne. In ti se ne sekiraš in si pa ti lažje prevzameš to situacijo v svoje roke in jo Ja, in ko probaš poveš na rešiti. glas, Ja. pol se v bistvu ta Slon napetost zmanjša. malo sprosti, ja, Tako. se slon zmanjša. Ja. Tako. In In je pol mogoče lažje. se mi zdi, da tudi je dobro, da punce vejo, da če pač ima fant težave, nič hudega. Pa tudi velikrat, recimo, en od razlogov je lahko kondom, ker ni navajen kondomov. Tako da ena rešitev je, da recimo probaš ne parka doma drkati s kondomom, samo zato, da se ti navadiš na občutek, da te nekaj stiska na penisu. Mislim, se ne stiskajo zares kondomi tok, ampak pač je tisti nek občutek, tiste nekaj je gor in to zelo velikrat vpliva na to. Itak druga stvar je, kaj te je strah. Pač zdaj, ali si prvič z novo osebo, ali si sploh prvič seksaš, je stresno in to bo vplivalo na erekcijo. In bolj, ko se ti potem zaradi tega sekiraš, bolj bo to še naslednjič vplivalo. Zaradi tega, ker si ti rečeš, ok, živčen sem bil, nič hudega, bo mogoče naslednjič boljš, je veliko boljš, kot da se zdaj sekiraš, a bo zdaj spet naslednjič se zgodil. Ker pa se bo spet Sem naslednjič se boš zgodil. itak tudi naslednji sekiral, to je dejstvo. Ja. To je enkrat ena, ne. Sekiral se boš, če se ti bo to dogajalo trikrat, se boš štirikrat sekiral. Ne. Ja. Ampak malo lahko te stvari potem povadaš in najbolj pomembno je res, da imaš pač vse partnerja, ki te ne obsoja, pa ki ti proba biti ob strani, pa reče, ok, je, v redu je, nič hudega. Ja. Ja, Je res ni vseeno, konec ne. sveta, Pač pač mi ni sploh konec ne sveta. razmišljamo niti, Ja, še 15 minut potem gre dan naprej za nas, ne. tako. Sem za moške verjetno ne gre, ne. Ja, ampak Ali ne vem. dobro je mogoče, dobro, da veste, da pač se res ne sekiramo ženske. Ja. Pač, glej, it happens. Zdaj, je pa res, da če bi se pa to mogoče zgodilo tako 15krat zaporedoma, ne, pa da vmes tako nikoli ne bi uspelo, pol bi pač par stvari se vprašala, ne. Najprej Ja. zagotovo, če sem jaz dosti dobra, Ja, to bi jaz tudi to se prva. ta prvo vprašamo, ampak mogoče bi se mogla najprej vprašati, kaj drugega. Recimo, ne vem, kaj bi se lahko vprašala, je treba iti zdravniku.
Ja, če se ti to redno ponavlja, sem zelo, mislim, Večini ja, ker rabaš neko svetovanje, tudi če je samo mentalno, da ti nekdo zagotovi, da je samo mentalno. Mogoče rabaš samo na pregled, da ti nekdo reče, hej, nič ni s tabo narobe, mentalno je, pa te potem že to dosti lahko potolaš. Ja, drugače pa še to, tudi to velikrat je skrb žensk, da, o moj bog, nisem mu všeč. Zdaj pa nekaj z mano narobe, da se mu ne dvigne. Ma v 99%, pa to izhajam iz raziskav pač moških, ki so to govorili, v 99% pač je v njih problem. Ni v tem, da ženska mu ni všeč. Ker če se že s tabo poslitam, zdaj z razlogom, a ne? Ni zato, ker zdaj, ker snajdu vse. Nas pa velikrat skrbi, tako mene osebno velikrat skrbi, kaj če se bo to zgodilo, ampak ne zaradi penisa, ampak zaradi handlanja cele te situacije, ker se mi zdi, da eni, jaz ne vem, kako so prvi moški v življenju kdaj reagirali, če se je to zgodilo. So se tako jokati začeli? Ne. A so se pri tebi jokati začeli? Jaz mislim, da imam trame glede. Enkrat se je en jokati začel, ampak tako breakdown. Tako jaz sem mogla res biti, ker še zdaj v stisko padem, tako jaz ne vem, kaj vse sem mogla takrat rešiti, zato da se je on nehal jokati. Predstavljaj si, da tako leži tam nek gol moški v tvoji posli in se ful joka, zato ker jaz razumem, da so tu travme, jaz nisem bila na to pripravljena takrat. Jaz tam naga stojim in sem tako, še, ok, ja, wasn't ready for that. In kako si to polo rešila? Ne vem, ne spomnim se. Itak nisem bila zagot trezan, ni bil noben od nas, tudi zato se ne spomnim. Ampak ja, v stiski, le meni se stiska pomisliti na to. In na tega človeka od takrat naprej. Zakaj si tako glede tega? Ja, in še zdaj vsakič, ko grem tako, s kom mi je tako, fakt sem, naj se to ne zgodi, ali pa če se zgodi, naj sem ta človek to dobro shendla, pa bo vse v redu. Ja, ker najslabše je pa, da se jokati začneš. Ja, je kar slabo bilo. Je le, ne bo tako, če sem jaz v stiski, ne bo še ona v stiski. Ni panike, drugače tako, lahko se jokate in vse, samo malo je bilo nerodno takrat. Pa še pri sebi doma, veš, pri meni doma, ne? Ja. Pri meni doma v moji posli se joka nek moški. Zato, ker mu penis ne stoji. Čudno, ne? Ni čudno. Ne, prijetna situacija. Ja, zelo. Pa ne moš ga domov brž, ne moš reči, pej domov, ker nisi tla doma. No. Ok. A smo kaj pozabili? Videla sta moška, a smo pozabili še kakšen moški vidik vključiti? Naši snemalci zmajujejo z glavo. Če smo kaj pozabili, napište v komentar. Da, sem znala. Par dve. Ok. Ura je že crkala. Ura sploh delala samo 2 minuti vmes. Ja, okay. V glavnem, zdaj smo na intimnem kotičku. Okay. Kjer igračko si ti prinesla don s sabo? Ne, hecam se. Nisem prinesla nobene. Hecam se, nismo ti niti rekli. A drugače uporabljaš igračke? Ja, uporabljam. Ja? A imaš kakšno najljubšo? Ja, en Lelo pulzator, ali kako se temu reče? Lelo sila sona. Zdaj si me pa dobila. Pink je. A je tako bolj podolgovata je v krogu? Taka, v krogu je taka, neka školka. Ja. Sona je to, ne? Sona, ja. Mislim, da je Lelo sona. Ne vem. Nice. Ja. Okay. Ga imaš že dolgo? Ne, v bistvu sem ga dobila zato, ker smo delali ene oglase za pač te igračke. Okay. In potem smo jih ful dobili na razpolago in pa sem lahko enega vzela domov. Za Lelo ta ste delali? Ja. Okay. Takrat, ko je bila Slovenka bila ziher, ne? Kaj je bila Slovenka v reklamu? To ni bilo to je bilo že fulok nazaj. Ja, eni 2 leti, po mojem. Ne, ti se bilo še dal, ti se bilo, kaj bilo iz... Interesantno mi je, kokrat Lelo tako neki Slovenci Ja, dela. jaz mislim, da ni bilo za slovenski trg, tako da po mojem dvomim, da ste sploh to videla. Jaz mislim, da je šlo nekaj. Koliko dober, da delaš leto. Kjera fajna služba. Zato, ja, to je moj najljubši. Jaz moram to povedati, jaz vem, da vi vsi veste veliko o mojem vseh življenju, ampak jaz pa vem veliko o Ani vseh življenju, zato ker Ana skozi reposta na TikToku stvari, ne? Tako, reposta vse, pejte pogledat. No. Ja, pač repostam vse. Ja. In pač to ne pomeni, da se to meni dogaja. Kaj to pomeni? Ja, pač Zadnjič pa reposta nekaj o skrtanju in napiše v spot jaz. Ja, ok. Dobro. No, to se mi dogaja. Ženska tam razlaga, kako je cela njena soba bila mokra, od tle do tam, ne? In ona reposta in napiše jaz. To ni nujno, da se meni dogaja, prav? A je lejo to? Ja. Ja. Kako pogosto pa skrtaš? Dost pogosto. Ja? Ja.
A ti zraven tudi pride ali samo Ne, skortaš? ne. Sam skortaš. Ne, ja, jaz imam drugače nasploh z orgazmom ful težave. Da mi pač sploh med seksom pač zelo težko. Ampak ja, to pa se zgodi, skvrtanje pa se dogaja. Ja. Ja. Kako pa potem ti pride, ne vem, z igračko, z oralnim seksom, z rokami? Z rokami, ja. Ja? A da z si rokami. sama ali da ti partner? Da si sama. Ja? DJ. Ej, pa na DJ, začetku ja. si pa tudi skvrtala, kot kar prvi seks, ne. Ne, drugi, ne, tretji, valjda ne bo se enkrat ampak zgodilo. ne, jaz sem že prej, pač že pred seksom, ko je bilo pač z roko Okej. pa z usti. Pa tako, takrat sem In kaj si prvič- mislila takrat? Ti si vedela, da to obstaja? Ne. Okay. Pač, jaz sem pač mislila, da sem se polulala. Ti je bilo bedno. Ja. Kaj pa je Okej. partner To zaradi vedel? tega, ja, v bistvu mi je on povedal, kaj to je. Aha, Ja. oh, super. Ja, pač v bistvu je bil problem zaradi tega, ker mi da smo pač v avtu. Ja. Aj bil tvoj, ali bil njegov? Njegov. Dobar. No, no. A Ja, ja, ja. stene sedeže? Kaj? A ima kakšno Se stene njemu je to Ne. fajn. Ne, blagneni. Blagneni. Tako da še zdaj je tam. Forever. Ja, ne, ja. Tako da pač ja, to se mi dogaja. Zdaj vem, da je treba uporabljati brisačo. Mislim, da štaka zdaj vem, da ne Da ne smemo repostati vsega, kar vidimo. Ne, ampak Ampak dobro, no, to sem vedela. Pač. To je Ok, dobro, grem na podcast, valjda. ja, saj res, ja. Da bodo vedeli, da nisem jaz kar tako nas. A še kakšen tak, Sara, zdaj zdaj. Ja, ne. Ja, Povej. to pa se ti A ti, stvar. a ti potem pač greš na moj profil in pol pogledaš Sem moj. zadnjič ugotovila, da se da iti na osebo, profil od osebe, ena, da sta šla na razen, oziroma nismo vedeli, če sta šla na razen ali ne. Pa sem jaz ugotovila, da lahko reposte gledam od teh oseb. Wow. Cel dan sem reposte gledala od njih in analizirala, če sta šla ona na razen ali šla? ne. Ne vem še. Pa da si dan si porala, Mislim, da se sem delala, da sta šla na razen. A to kakšen tuj par? Ne, Slovenski? Ja. Kjer? a ne smem zdaj povedati. Okay, Joj. bomo potem. Joj. Jaz Ja. ziher vem, a staš. Ziher veš, Jaz ziher ziher veš. vem. No, ne gledam tako, zdaj nisem šla čisto specifično pogledat, ker grem pogledat reposte, če me kaj o specifični osebi tako točno v tistih trenutkih zanima. Ne? Točno v tistem dnevu, da me zanima nekaj. Ne, ker je ful aktualno. Ne? Ak. Tako da pa Jaz grem nikoli kdaj nisem šla pogledat. do nobenega, ampak zdaj šla prav tvoje gledat. Pa če drugače vidim tvoje, kdaj tako random, Ja. ja. jih vrže, pa je tako Ana Mačič reposted, Mhm. ampak Ti tega po moje sploh nikoli edina, nisem ko videla. zares repostaš stvari. Ja, Ko razumeš ta gumb repost. razumem in ful prepogosto ga uporabljam, tako da pač nimam več filtra, obvisno. Ja. Ampak ne, meni je pač to sam tako, o moj bog, to me je ful nasmejalo, ali pa ful sem se nekaj od tega naučila, ali pa ja, jaz pa poznam ljudi, ki bi s tem relatali repost. Pa ni Saj, nujno, ja. da se pač mene to sploh tiče, ker najbolj zabavno je pa potem gledati, kdo lajka stvari, ki si jih ti A ti repostaš. pa vidiš, da je Aha. lajkal? Aha, zato je pa pa dobro to. Ker ti nikoli več ne repostaš. Ja, ampak jaz ful ne gledam teh notifikationov tam. Mene je to čisto too much. Okay. Ne bodo vsi šli moje reposte gledati, tako da to Ja, ampak se tu že itak vsi gledajo. Tako da ja. Okay. Je pa moja zdaj ti proznala na TikToku po tvojih repostih. Jaz To sploh sem že nisem zasledila dojela, kdaj zakaj bi sploh nekdo tak gumb uporabil in kaj kurca nekomu pomeni, če jaz tu zdaj repostam. Ampak pol štekam zdaj, kot ko malo A imaš lepši dan zdaj zaradi tega? Ja, imam ful, No, zato ker vidiš. vidim nekako še en člen je vmes povezovalni, tako haha, nje je bilo tudi to smešno, ahaha, in pa lajkaš. Tako. Ja, meni je to ful Se jaz bolj, počutim, kot da če ti kdo nekdo reposta. pošle TikTok. Da Ker ti reposta? nekdo pošle TikTok, mislim, jaz ga tako ne pogledam. Jaz nisem pogledala, da mi kdo poslal TikTok že leta. Nikoli. Ja, no, Bog je Tako. moja prijateljica, ker jaz repostam stvari Ti in še pol jih pošlješ? še njim pošljem. Tako da, Oh, I'm pač sorry. ne se glej, ampak meni se to zdi kot domača naloga, da moram gledati, da mi nekdo pošle TikTok. Na Instagramu bom še pogledala, če mi kdo rile pošle, ker jih ni toliko veliko. Jaz sem ti nekaj časa ustrajno pošiljala na TikTok, ampak prav na TikTok DM se ne ono, kaj je share, ne, sem jaz vedno tep nekaj pošiljala, dokler sem ugotovila, da Ni odziva. ni dvojne komunikacije tle čez. Pa sem, da so ljudje si ful tako vzamejo k srcu, pač, ko ne pogledaš njihovih teh TikTokov, sam I can. Ne, vsi jih radi, Ja. vsi jih radi Pošljemo. gledamo, pa scrollamo, Ja. pa vsi jih radi pošljemo, ampak ko nam jih pa nekdo pošle, čeprav bi bilo to treba sem poskrolati, je pa tako naporno. Ja, Tako da ti kako nekdo ne. udera v dan. ja, meni tako potem kdaj rečejo, Ana, vse kul, sam jaz pač res ne pogledam vsega, kar ti pač mi pošleš. In jaz sem tako, v redu, vse ne pošljem, sam tep.
Ja, veš, kaj je razlika? Zaradi tega, ker če ti nekdo pošle, pol misliš, da pričakuje nek odgovor, nek feedback na to. Ker če ti sam scrollaš. Ne, Ampak jaz ne pričakujem nikoli ne, feedbacka. jaz tudi ne. Jaz sem samo tako, pač spomnila sem se na te, izvoli. Ja. Tako, Ja. tako. Pa pomeni mi veliko, recimo, če kdaj se je nekaj dogajalo v teh TikTokih, pa je tako, veš, za pogovorno za omen, pa da ti jaz rečem, veš, si videla ono, kar sem ti poslala, ne, pa ti rečeš ne, ker nisem pogledala. Ja, dobro, okay, pa ne moramo se o tem pogovarjati. Ja, veš, kaj drugače jaz delam? Jaz si tako lajkam, pač jaz lajkam samo tiste TikToke, ki jih hočem še kdaj videti. Sem včasih delala, ampak ni bilo v redu, ker pol nikoli tvojih nisem lajkala, pa si mi moja prijateljica. Pa sem pol mogla začeti tvoje, ker si bila moja prijateljica, ne, pa sem pa dojela, da to ne bo šlo, da moram najbolj, da kar lajkam, kar je za lajkat, pa da neham gledati, kaj je tam zbrano. Jaz vam že toliko moj For You page natreniran, da pač vsak video skoraj lajka. Me že pozna. Okay. Ja, jaz pa, veš, Mogoče zaradi repostov. Pa daš ti lajke, tako kar nekomu tudi, tako kar ga ne poznaš. Ja, včasih kar avtomatsko in potem preverim in pol, ups, no, mogoče pa ne. lajkaš. Ja. da se to je ful dobro. Samo veš kaj, jaz jih lajkam, zato ker jaz tiste, ki lajkam, jih hočem Janu še kdaj pokazati. Ker pa včasih sem tako z Janom in sem tako, jaz ti moram ene par TikTokov Pa uno daš pokazati. save v mapo Jan. Ne, sejvam pa stvari, ki hočem za inspiracijo, za kaj posnet kdaj. Ja, ampak imaš različne mape na save. To se pa mene da delati. Ja, Jaz meni sem tudi vse ne. pomešala, pa bi si rada ful rodila, ampak nimam. Ampak ja, v glavnem tako, da lajkano imam sam tisto, ki bi rada še kdaj videla, pa ki bi rada Janu pokazala, ker se mi zdi boljš v živo videti pol reakcije človeka, pa pol mora Ja, to videti, pa je a tudi veš, res. pol mora Ti lajkaš pogledati. moje videe. Ja, zato, ker si boja prijateljica. In veš, in jaz pa kako slabo lepo. vestjo tam doma, No, ker jaz sem jaz- vedela, da ona lajka sem, kar bi še videla, ampak Sam pol ti je ne tudi lajkam moje, vseh, veš. pa mi je bilo tako, da je shit, jaz moram tudi začeti. Ne, jaz ne lajkam Jaz včasih tvojih sam videov, komentiram. sam zaradi tega, ker si moja prijateljica. Zato Tako jih da. ne lajkaš. Ne, Ona jaz, jih da jaz ne lajkam video ja, tvojih ti samo zato, zaradi ker tega. Jaz zaradi tega, vsakega. ker pač... Fair Da, point. jaz se bolj ampak ne, jaz včasih ga pa ne lajkam, ker sem tako pač preveč imam že teh namatanih lajkov in pol komentiram samo. In sem tako, gledaj, šel sem, bo za algoritem dober, sem dala komentar, nisem pa lajkala. Tako Ja, da- jaz mislim, da Tako da ni ne. glih ta uporaba TikToka na tvoji strani najbolj pravilna. A-a. Ne, tako nekaj je čudno, ful komplikacij zveni to. Ok, gremo Gremo nazaj. Seks. A boš ti prva, Sara? Pozgled, kaj je analni čepek. Tu je analni čep. Tu je najboljši analni čep ever. Eto. Wow. Zdaj pa, kaj je sploh fora? Lej, jaz ne morem uporabljati analnih čepov pa analnih igrač, zato ker me boli. Se veš, Ja, tule? sem ne moram vedeti to. A to vibrira. Ja. Pa ta del gre not, kaj je mehan. Ja. Ampak vibrira pa samo zunanji, ker fora je, kaj je v bistvu, kaj je v analnem seksu, kje je največ živčnih koščičev? Tle v Na zunaj, vhodu. ne, na vhodu. In tu, da bi bilo tu zdaj tako nekaj veliko, ne, ti bi dalo v bistvu občutek polnosti. Meni pa v analnem seksu ni tako dober občutek polnosti, kot samo ta stimulacija vhoda. Ti pa cel What the vhod. fuck, tako, mislim, crazy. In ta sploh, tako najlažje gre not, bolje tanek kot mazinc, vibrira ta zunanji Wow. del, sicer je malo širok, tako če imaš rit skup, Ja. veš, Ja, razumeš, to velik je sem, ta zunanji del, ampak dejno, mislim, v lifeu, lej, najboljš, 10 od 10. Dej, In nekaj. skupaj sem pol uporabljala tega, ki sicer moram reči, da če je kdo že kdaj uporabljal analne stvari, full ven zleze, lahko hiter. Ne not ne, ampak ven pa ja, ker je tako mehan. Tako da pol moraš v bistvu ga not držati. To sem drugače pomislila na to, da zika Ja, ga moraš. Okay. Sam not ne stoji. Tako da med seksom zagotovo ne bi sam not stal. Ok? No, pa sem uporabljala tega, pa unga, ki sem ti prej, unga, ki še unga, Mhm. ki tako nabija. Potiska. Ja, pa še enega, ki tapka. Vse tri naenkrat. Vse tri Kje imaš to naenkrat. krog, da se to držiš? Wow. Težko je bilo. Ful je bilo tako ekstremno. Kdaj si ti to high effort ratala? Odkar faki sem začela zdaj to pit, en Dobro. teden nazaj, ko sem mu video postala, veš, da se mi bo zmešalo, ne, da Ja. moram to začeti. In zdaj sem tu. To je samo od tega. Ne moram verjeti. Jaz tudi ne morem verjeti. Wow. No, v glavnem, lej, 10 od 10, ful dobro. Ne bi nikoli pomislila v lifeu, ampak za vse, ki so vam analne stvari prevelike, ampak vam v resnici paše. Kako da si sploh to si naročila? Tester so nam poslali. A daj nekaj. Tukaj enih stvari, pač veš, pri teh večjih naročilih dobiš testerje zraven in pol je bil ta. In jaz sem mislila, da je tu v bistvu nek vibrator za hlačke. Ful mi je bilo čudno tako najprej. Ni tako Ja. Jaz čuden. sem je. mislila pa, da tako ga držiš, da je za roko, Pač- veš. Ja, tako. Ja, tako. Oh, ne mu obratno, ja, tako. Ko sem mislila, da je. To pa sem bila. tudi lahko. In zato sem rekla, da zgleda kanalni čep, ker sem bila, haha, itak ni. Ampak Ja. je. Tudi vibrira, ne, tako ful spet je vodoodporen, silikonski. Aj, Satisfyer to. Satisfyer. Jaz zdaj sem ga že videla. Ja.
Top, lejte, presenetilo me, no? Pa zgleda res, ko bogi imam, ne? Ampak razumeš, zakaj bi bil dober, ne? Ja. Okay. Jaz imam pa 10 kosov različnih, je, ne se Kaj? ne malo manj. To je baza in potem daš gor take različne nastavke in potem ga pržgeš in pa se to vrti. Edina stvar, ki me moti pri temu, je, da začne delati. Ne vrti se v krogu konstantno, ampak dela levo, desno, levo, Tudi, desno. če ga prešaltaš. Ga prešaltaš, prideš pa do tega, ampak glej, 2, 3, 4, A to je prvi, ja, Pet. razumem. 6, na Aha. 7 je šle to. In pa če hočeš ti vmes menjati, pa prideti na tole, ker meni je za te levo, desno, čisto vse en briga me, I don't like. To, kar se vrti konstantno, full over, vrhunsko. Sam pa če recimo hočeš zamenjati vmes nastavek, kar sem jaz hotla, ker sem hotla vse sprobati, ker jih je še veliko, ne. Potem moraš pa pač ga ugasniti in potem moraš pač spet do 7 iti, da se ti pač to predvaja. Tako da ampak imaš takega, kaj je travica, Okay. pol imaš enega tazga, ki je taka mal večja travica, ki je kravji zizek, tak vesoljski kravji. Okay. Pol imaš tako vetrnico, pol imaš tole, ki od ene tipalke, Ja, res. pa tale, ki najbolj spominja na sladoled od Satisfyerja v resnici. Tako da, vsi so dobri, pač dejansko, mislim, te dva mogoče še najmanj. Pa si prebrala Te- navodila Zakaj? od te igrače? Ne. Je, ko imajo un memory function, ki je za vključiti, kdaj če pritisneš, ne vem, 3-krat pa se vključi memory, pa ima skus na istem, veš, te fore imajo. Ali pa To za imajo zdaj na zaklepanje. novo, odkar... Zadnjič, Aha. ko se ti je uno pržgalo v kufru, ne, pač ful igračk ima te za zaklepanje in tu vse, pač tu moraš Ne vem, če ima navodilih tista prebrati. Vem, da imajo ene za zaklepanje, una nima. No, se tudi jaz ne preberem nikoli navodil, sem pač. Ja, če ima slučajno memory. Kadar je kakšna taka čudna stvar, ker tu je res čudno, da gre tako na začetku v krogu, tu nobena Pač. druga ne dela. Brez veze. Ja. Tako da bom pogledala, no, to pa zdaj ne vem. Mogoče ima, če ima, pa bo bila 10 od 10, če ne pa 9 od 10. Okay. Ampak se v resnici, če si normalen človek, boš eno uporabljal naenkrat. No, ali pa tudi ne. Ker pač, zakaj bi, če imaš toliko različnih nastavkov, zakaj ne bi pač jih ne par uporabil naenkrat? Ja. A ni Ja, to to je zabavno, res. pol bolj. Kako da- pa daš tu dol, zdaj če daš dol? Čisto enostavno. A ja, je pa to tako, za vse tiste, ki imate radi oralni Aha, okej. seks, je najboljši pač, to so te, pač te, ki ližejo, meni so te pač lizači. Ja, Rabiš ja. lubrikant zraven, nujno zato, da te Ja. pač fajn, lepo, da se podmaže, ampak ja, ni neki ful težko mineti. Zdaj zgleda, da se ful matram, se mi zdi, ampak se ne. Pač mora tudi malo biti, da ne pada dol v To je mesto. pa res, ja. Pa lepe barve je, meni je lepe Mhm. barve. Ja, to Meni je tako res. zgleda, kot ena žival iz avatarja, unga avatarja, tam modrih ljudi. Aha. Jaz sem mislila, da bo ta ful bedna, ko sem. Ko veš, računala. oni letijo tako. Ja, Ja, res je. Ja, meni pa zgleda kot nek tak kuhinjski pripomoček. Tudi lahko bi A bil ni, neki a ni? Ja. Ali pa kaj en balon. Ja, to. Teči. V glavnem, ful mi je všeč. Vsi sem vedela, da mi bo. V bistvu bi bila zelo presenečena, če mi ne bi bil Všeč všeč. so te kaliže v redu, ne? Mhm. Jaz sem te kaliže rada. Tako Okay. je. Kako ko sem jih zanj požgal v kufru. Ja. A sem r. Kjer bi rajš od teh dveh, če bi mogla eno izbrati? Ono Po kaliže. mojem to, zaradi tega, ker nisem fan Analnih. analnih Ne? stvari. Ja. Velikih ali nasplošno. Ja, ne vem, ja, velikih analnih stvari, ali ti je ta tudi, ne, nisi fan. No, se to je mogoče edina, ki bi jo pač dejansko poskusila, ker drugače pač mi je zelo neprijetno, da je pač kaj tam okrog. Tako da po mojem rajš tvojo. Odlično, super odgovor. Drugače pa dobite to na pitchpa.si, skodo med nama 10. Ja, to je to. Se res, kako sem jaz to pozvala povedati? Ja, jaz zdaj tu sem čist zagreta, seksualno ne vidiš. Res povedala. Ne, sej ne, ampak res mi pa pomaga, tako res se pozna, že če par dni konsistentno tu pijem. Mogoče bo tako noga zvedelo v teh mesecih. Ko mi čakam. Lucija je tudi rekla, da bo tu zdaj pila z nami, tako da vi boste vsi naša konsistentna policija konsistentnosti, kako se reče? Tako. Consistency police. Big words. Podcast podpira Skin.
Si za varnost in udobje, ampak sovražaš kondome. Pol imaš dve izbiri. Riskiraš brez ali pa uporabljaš skin. In midve zihar izbereva skin. Niso narejeni iz lateksa, ampak iz poliizoprena. To je material, ki je tanjši, bolj udoben, pa nima unga smrdečega vonja po lateksu. Top je za vse tiste, ki imate alergijo na lateks, ali pa samo za tiste, ki bi radi seksali bolj udobno. Pač zaradi tega, ker so tanjši, se tudi toplota lažje prevaja čez in je bolj realističen občutek. Tako da, ko greš enkrat na skin, ne greš nikoli več nazaj na navadne kondome. Dobiš jih po vseh večjih trgovinah v Sloveniji ali pa na pitva.si. Zdaj smo pa še pri Never Have I Ever. Ste že kdaj igrala to igro? Seveda. Odlično, potem že veš pravila. Za vse Ja. tiste, ki pa še ne veste, za vsako stvar, ki ste jo že naredili, date en prst dol, tisti, ki da največ prstov dol, gre v zapor. Zaporedne. Kaj to sta zdaj prišle moje in pol ste postokati? Pa če bi jaz vedela! Jaz nisem zanalaš, to včeraj mi je to pokazalo. Ta tokrat v resnici, pa če se to že vemo, da se jaz trudim, da je čim bolj tako narejen, da gre v zapor naš gost. Tole danes ni glih tako zelo tep. Če bi jaz vedela, da bi lahko iz teh ripostov kaj naredile, če bi jaz bila tako pametna, kot ti zdaj bila, ne, bi že... Ja. Jaz nisem pomislila na to, jaz sem potem izhajala iz tega, o čemer smo govorili. Sem tako, tle je bilo toliko enih dobrih stvari za Never Have I Ever, da sem polkrat to dala. No, ne. Super, no daj. Ja. Čeprav zdaj sem se toliko enih stvari spomnila, ki bi te lahko potunkala, ampak le, je bi ga. To je kar je. Nikoli nisem seksal z nekom, ki ni mogel dobiti ali ohraniti erekcije. Evo, vsi smo dali prst dol, it's normal, guys. Nikoli nisem brala revije zato, da bi se tam naučila kaj o seksu. Spet smo dali vse prst dol. Ja, ne, čak. Nikoli nisem obžalovala prvega seksa. Čak. Obžalovala, če si ga Dobro, ja. vsaj prvi dan. Ne, jaz ga no, nisem. ono. Ja, saj prvi. Ja, ja. Pač si rečeš, lahko raj ne bi. Ja, tako. Nikoli nisem planirala tega, da nedolžnost izgubim, ko se zaljubim. Ja, jaz sem, mislim, Ja. ja, je bilo kar splanirano. Jaz sem zig kdaj planirala to, zdaj se ni zgodilo. Tako da jaz sem tudi lahko prst dol. Ne, po mojem, nikoli nisem to planirala. Ja, no. Nikoli si nisem narobe predstavljala, kako poteka seks. Ne vem, kaj pomeni to vprašanje. Skus. Pač vse, mislim, pač vsakeč je drugače, ko si predstavljaš. Ja, Ali tako, da si kaj narobe, da ne vem. Jaz zdaj drugače, ko tako pomislim, v resnici, I don't know. Zihar sem kaj. Jaz lahko rečem še ja. enkrat ponoviš to vprašanje. Nikoli si nisem narobe predstavljala, kakšen je seks. Ne vem. Pa ja, verjetno sem si, recimo, jaz sem si predstavljala, da moški nikoli ni do tebe glup, pa je bil. Ah. Ne vem. Pa jaz tako, jaz se spomnim, ko sem prvič trezna seksala pol. It was so weird. Pač, Ja. uf. Danes je polno tega, ko smo prvič trezne seksale. Lej, Je bilo čist drugače. Nikoli se nisem zlagala, ko me je nekdo vprašal o mojem prvič. Ne, se nisem. Jaz sem se. Kaj? Jaz sem ne. Mene je ena kolegica pa sprašala, si že seksala? In jaz tako, ne, nikoli. Aja. Grozno, I was embarrassed. Okay. Embarrassed. Tako da ja, oh my god, jaz zgubim. Wow, tu se pa velikrat ne zgodi. Dej. A me boš dala v lisice? Ja, lahko. A si dala že kdaj koga v lisice? Seveda. A je že kdo dal kdaj tebe? Tudi. Medtem pa, ko me ulisičuješ, pa lahko veš, kje te lahko ljudje najdejo. Ulisičujem te. In vse te stvari. Ljudje me lahko najdejo, čak se malo da je to. Govori med seksom, ne more pa lisico odpreti, pa govoriti. Ljudje me lahko najdejo na TikToku, Ana Makotnik in na Instagramu Ana Mačič Kotnik. Jej, wow. Dobro si me. A sem te preveč? Ja, enem bolj, ene pa manj. Tako da mi je zdaj tako... Neprijetno. Ja. Sem si zdaj oba zategnila. Super, najlepša hvala. Malenkost. Hvala, ker si prišla, Malenkost. ker si z nama govorila o prvič. Mhm. Upam, da ti je bilo v redu. Ja, super mi je Se ti bilo. zdi, da smo kaj Wow. pomagali, da bi si lahko pomagala s to epizodo, kaj, če bi bila 10 let? Ne, samo ugotovila sem, da sem imela skozi prepričanje, pa ne vem zakaj, pač, da imajo ljudi, da je njihov prvič tako pač dober kot moj. Zdaj Zdaj sem ugotovila, da ne, kar mi je pač tudi kul, ker je pač izkušnje so drugačne, ne, in fajn je pač, da ta oseba, ki gleda, pač da ve, da ni nič narobe, če je pač tudi ni tako dober, pa pač da je vse normalno.
in da pač it's ok. Ja, life goes on in potem imaš tudi Tako. dobre sekse. Ja. Tako, ja, sploh to, ja. Je dobro, to je to. Hvala, ker ste bili z nami in se vidimo naslednjič. Adijo. Čau.